Ljudje in ljudine, presenečenje, poslušate 133. epizodo, 3. epizodo 5. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, oporode Baradurjevca in orod ruinske destrukcije smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in Aljoša Harlamov. In tudi tokrat imamo gosta, gostjo in gosta. Z nami je naša najljubša filmska kritičarka in lokalna izvedenka za vse stvari Lotar, Sanja Struna. Imam v lasti ta veliko knjigo, tako da sem kvalificirana. Tako, si kvalificirana, ta velika knjiga. Skratka, ljudje tisti, zdaj ne veste, nekaj mi to snemamo v torek, kaj danes? Torek, hvala. V torek zjutraj, zdaj bi lahko šli pa ukradli knjigo Sanje, ampak poskusite kdaj drugače. Pod ključem. Pod ključem, ja. Okay, Pod onim delcem meča. Ja. Tako. Prvič z nami je pa tudi Peter Gaber, slikar in član slovenskega Tolkienovega društva Gilgalad. Živo, Peter. Živijo. Jaz imam tudi ta debelo knjigo, ampak je samo v vitrini. Samo v vitrini, amater. A chance for mito, stanovniku. Ne, sej cool. Mislim, vitrina je dost, če nimaš tudi prsta na gor. Pa če je v trezorju. Tako. Skratka, kot ste ugotovili s tremi ključavci. Najbrž po tem uvodu in po gostih in po tem, o čem se pogovarjamo, se opravičujem, pisal sem ta inu v intro in zdaj me skozi moti ta na koncu. Današnja epizoda je skratka posvečena seriji The Lord of the Rings, The Rings of Power, tako se imenuje v celotnem imenu. Po slovensko bodo to najbrž prstani moči, v prevodu boda pa so rinke silnosti. Silnosti z veliko, lepo prosim, mi ko kršimo pravila, kršimo vsa pravila. Prvo sezono serije si lahko gledate na pretočniku Amazon Prime, šteje 8 epizod, prvi 2 sta bili na sporedu 1. septembra, zadnja 8 pa 14. oktobra. Če pa serije slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, predvsem gledam ta levi del mize, kjer sta moja dva gosta, vsaj malo zadržkov, vseeno meta kljub temu uvodu, skratka za vsemi kvarniki, kvarniki to ni. Zato na tej točki prostovoljno raje nehajte poslušati, poglejte si vseh 8 epizod, ki so dolge povprečno nekako 1:15 minut in se vrnite k poslušanju epizode podcasta, ko boste to misijo uspešno pravili. Če pa ste serijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati in vas bolj zanimamo mi, pa se udobno namestite, prisedite na ta meteor, še nekaj prostora in z nami treščite nekam na sredo srednjega sveta. Maestro, eno čisto malo preveč sentimentalno. Skratka, danes snemamo o seriji, ki je kar vroča v vseh pomenih, ne samo, da je čisto sveža, kot ste slišali, pred nekaj dnevi se je zaključila, ampak je vroča tudi potem, ker sproža vroče debate na internetih, še vedno pa manj debat, kakšna druga serija, ampak dobro, ta debata, kolikor je majhna, je pa vroča, oziroma oska. Serija The Lord of the Rings, The Rings of Power, skratka, 3 je zdaj, in 2 ringsa in 2 ofa. To je skoraj da preveč besed za en naslov. Skoraj. To je na Amazonu. Gre za epsko fantazijo. Ustvarjalca sta Patrick McKay in John D. Payne. Jaz sem pogledal in je bil kar Payne njun IMDb pogledat, ker sta predtem naredila samo bila sta pisca pri Star Trek Beyond, pa še to nekreditirana, kot se temu po slovensko lepo reče. Pripravi pa imata očitno scenarij za film Flash Gordon. Čakaj, moram reči, Flash Gordon's alive. He saved every one of us. Tako da zgleda, da nas bo spet moral reševati. Se bomo na koncu pogovarjali, da se tega res veselimo. Predloga... Miza globoko zavzdihne. Ti vzdihi. Po posnetu pa je po dodatkih in opombah o Gospodarju prstanov, ne boste verjeli, napisal en J.R.R. Tolkien,
To je edina knjiga, ki je nad Ustavo Republike Slovenije, kot dobro vemo. Če pa želite o knjigi kaj več zvedeti, pa poslušajte 110. epizodo oziroma 4. božični specialc, kjer smo z našo Sanjo govorili o tem, te eni mehni, nepomembni trilogiji, ki se tam skriva nekje po kotih. Obrasla je spajčevina. To je to za te prve nucnike in zdaj bo Igor interveniral z obnovo zgodbe, ki si jo je zelo natančno napisal in celo z nekaj predlogi za snetja. Sneti, dobro prisluhnili, poprosim. To sem mu že povedal v živo. Okay. Ja, pa ne, zdaj še bo enkrat poslušal, ker zikr posluša, ker vemo, kakšna baraba je. Serija ima več niti zgodbe, ki se prepletajo pa združujejo v eno. Galadriel je neka glavna junakinja, ona je vilinska. Nekak. Okay. Mislim, več je pač enako vrednih likov, ampak ona malo bolj izstopa. Morda se mi je to zdelo zato, ker Edina zna igrati, ampak morda. First shots fired. Ona je skratka vilinska bojevnica in poveljnica, ki išče Saurona, ampak je potem vrhovni kralj. Mimo grede, moram reči, The High King je najbolj cool naziv v rastafarijanski skupnosti. Odpošlje nazaj v njihove dežele. Ona potem skoči z ladje, pristane v otoški državi Numenor, kjer so nekoč imeli radi vilince, zdaj pa jih ne marajo. Tam prepriča kraljico, da ta odpošlje vojsko nad južne dežele proti Sauronu, kjer pa med tem so vilinci glih kar rekli, takrat, ko je Galadriel šla, da tudi oni ne grejo in par ur kasneje pridejo orki, tak ful dober timing. Skor bi lahko rekel, da so zmenjeni. Potem tam spremljamo ljubezensko zgodbo med enim vilinskim bojevnikom, ki je šel proč od njih in človekinjo. Res je prebral človekinjo. Orki napadajo zadnje preživele in potem glih pridejo v zadnjem trenutku Numenorci in potem po nekem Indiana Jones šitu nastane gora pogube in južne dežele so prekrščene v Mordor. Domačka predek. Medtem vilinci, ki so čisto ločena zgodba, rabijo redko kovino, ki je mithril, da bi z njo rešili to svoje drevo, ki jim daje luč in življenje. Ampak kralj škratov jim je noče dati in potem, kljub temu, da sta škrati princ pa Elrond Bestiča. In potem naredijo na koncu iz malega koščka tega vilinci 3 vilinske prstane, ki sodijo v tole The Rings. Ampak videli smo že, da se pod Mithrilom skriva Balrog, tako da zdaj me zanima, če so to Mines of Moria, to bomo še kaj več rekli pol. Medtem pa Harfuti, kar sem Snetiju, ki prevaja Lord of the Rings in še ni imel prevedene te besede, predlagal muštaconokce, ni se mu dopadlo. Oni najdejo človeka, ki pade kot meteor z neba in čeprav smo vsi zelo dolgo upali, da ni Gandalf, najbrž je Gandalf, ampak vmes par minut on misli, da je Sauron, kar pač malo je zmeden. To je to. Okay. Super, hvala za obnovo. Igor, vzdrži se komentarjev, lepo prosim naslednjič. To je samo obnova zgodbe. Ampak skratka, Sneti, jaz mislim, da je muštaconokti dober prevod, tako da, če boš našel boljšega, ala ti vera. Pejmo malo pogledati, skratka, še vse te igralce. Jaz se pričujem, nisem imel časa, da bi scenarij dober uredil, pa mi je tle Igor skočil pomoč in zdaj pač bom govoril te stvari na pamet, ker pa stvari ne poznam. Igor je kar mislil, da poznam te neke filme in vse to, ampak bo je sveta malo. Morfydd Clark igra Galadriel, njo smo resnično imeli že enkrat v fokusu, ko je bila glavna igralka filma Sveta mod in to je res dober film in mislim, da tudi nam je fina epizoda ratala po tem filmu. Tako da prisluhnite 87 epizodi. Sicer je igrala v TV seriji Dracula, ki jo malo po nemarnem omenjamo, namik, kako že komolc v rebra. In pa osebna zgodovina Davida Copperfielda, kaj jaz ne vem, kaj je, to je Igor nekaj prepisal. Skratka, domnevam, da je to neka miniserija, film nekaj. Film? Super, z Devom Patelom v glavni vlogi. O onem čarovniku?
Ja, onem čarovniku. Sorry, mogo sem. Naslednji je Robert Aramayo, je Elrond, igral je v Igri prestolov. Kjer je lik? Mladi Ned Stark. Mladi Ned Stark, zdaj tukaj je mladi Elrond, skratka specializiran za mlade. V 23. epizodi smo imeli Igro prestolov. Je podobno kot Leo DiCaprio. Ja, skorda. Potem Mindhunterju, o katerem smo snimali 29. epizodo, sicer je pa nastopil tudi v Antebellum, Igor je pripisal spet komentarje, ni se mogel zadržati, najslabši film leta 2020 in pa The King's Man, ki, to je ta zadnji King's Man. Ta zadnji, ja. Okay, ta tudi ni bil bog ve kaj. Charlie Wickers je Halbrand, oziroma Unta drug, igral pa je v Palm Beachu 2019, kar pravi Igor pred snemanjem mi je zaupal, da to je en avstralski film, tako da se lahko delam pametnega zdaj. Potem je Cynthia Adai Robinson, je Miriel, Star Trek Into Darkness je igrala San Francisco Woman. Ja, to ime lika je San Francisco Woman. Ja, takih stvari jaz ponovadi ne dam not. Ja, pa Star Trek je bil not. Ja, okay, to je res. Ja. Skratka, ena ženska tam v San Franciscu je, to dobesedno je to. Njena vloga. Potem je igrala v Računovodji, pa v Puščici, Amanda Waller, pa v Spartakusu, same. Ja, no, ampak Amanda Waller je kar pomemben lik v DC Universu, tu v seriji Arrow malo manj, ampak ponavadi je to starejša ženska in je dosti nenavadno, da so dali eno malo mlajšo, ampak je bila v redu. Lloyd Owen je Elendil, Parčkanje, Umori na podeželju, super. Maxim Balder je Isildur, Years and Years, pa Last Christmas, je igral Joseph Maul je Adar, igral je Abraham Lincoln, Vampire Hunter, pa Sense8, Markela Kavanaugh. Sorry, on je bil v Game of Thrones Uncle Owen. Ne, Uncle Owen, idiot, to je Star Wars. Ne, to je Uncle Benjen. Se fulno izi zamena. Uncle Benjen je igral. Ja, imaš prav, Uncle Owen. Sorry, to je ta franšizacija. Striček. Kaj sem rekel, Markela Kavanaugh je Eleanor Nori Brandyfoot, Picnic at Hanging Rock je igrala, to je še kar dobra vloga. Benjamin Walker je Gil-galad, Kinsey, Abraham Lincoln, Vampire Hunter, še eden očitno, in pa Jessica Jones. Mislim, da igrata dejansko fotre pesina. Aha, da si zelo podobna, I guess. Ismael Cruz Cordova je Arondir, Mary Queen of Scots in The Mandalorian, ena naših najljubših. Nazanin Bonjadi je Bronwyn, igral v Ben-Huru, Iron Man, Hotel Bombay, How I Met Your Mother, Igor pravi, da je pomemben lik, jaz nisem gledal tega. In Homeland, kjer pa verjetno res lahko igra Iranko, ker pač Homeland je najbolj imel v zobeh Irance. Daniel Wayman je The Stranger, igral je v Poiroju in Great Expectations. To je kar dober naslov za to vlogo, Great Expectations. In pa Owain Arthur je Durin četrti. Četrti, ja. Gledališčnik. Samo v teatru je igral. Ja, tega še nisem gledal. Jaz sem zdaj tudi naslov česa, je pa gledališčnik. In to je to tisto, kar morate vedeti, zdaj se pa tukaj Sanja in Peter že sta veselo ogreta, to sta mogla hitro ostati, ampak sta ostala razburjena, tako da malo hecam, ampak nekako skušam pripraviti skratka uvod v to, da mislim, da tukaj 15 je danes, se pravi nekako 3/5, upam, da ljudi malo hejta to serijo, 2/5 sta pa malo bolj spravljiva. Spravljiv. Ampak bomo začeli nekako tako. Mogoče damo Petru priložnost, ker je debitant, tako rekoč, da skratka nekako... No pressure. Ja, tako. Pove nek svoj splošen vtis o seriji, oziroma mogoče tudi lahko poveš, če si seveda v stiku z ostalimi Gil-galadovci, kakšen je splošen vtis v društvu Gil-galad. Jaz sem začel, v bistvu lahko povem zgodbo, kako sem jaz to gledal. Ja, lahko poveš. Pogledal sem s prijateljem in prijateljico prvi del in smo ga čisto pohejtali in sem se odločil, da ne bom več gledal. In sem vse nagovoril, že po prvem delu. Po prvem delu sem jaz zdel, da je to utter shit in da je boljš, če vsi bojkotiramo, zaradi tega, da ne bojo še več takih stvari naredili. Okay. Boh ne da dobijo denar nazaj.
In pol je v bistvu ostal pri tem, da sem samo bral komentarje ostalih Gilgaladovcev, ker imamo skupino na Discordu in so lepo pisali. In je bilo pač žal za žolčem, to je bilo noro vse. Bile so tudi določene pohvale in takrat, ko je bila pohvala, je bilo potem targetiran napad na to pohvalo. Čeprav določene stvari so bile pač zmeriti, se to je pa kul, recimo ta škratovska scena je bila kul. In polk je prišlo do orkov, ki so tako meni ljubši, ko si v Gilgaladu pač nekaj si, ali si človek ni skoraj noben, ali si vilinc večinoma, ali si harad, haradke imamo, ali si pa ork, ki smo kul. In pol zmeraj navijamo orki in nam je pač zmer bedno, kaj tako pomrejo vsi na koncu. Ampak tukaj so pa rekli, da orki so pa kul in to so rekli vsi, skoraj. In pa sem bil tako, ok, mogoče bi lahko kaj pogledal. Anyway, potem jaz dobim tako, ker sem že tako, rešil sem se vsega, niti komentarja nisem bral, kakšen mim je prišel do mene in bil tako, ok, to je kar zabaven. Dokler ne dobim message od Mitota, je tako, da boste snemali to in s tem, da en dan pred tem, presežem, sem razmišljal, kaj če bi slučajno, da bi ful bi to poslušal, ampak kaj če bom slučajno povabljen, bo ful awkward, zato nisem nič gledal in ker res ne bi gledal, potem dobil ta message in sem tako, Mito, kaj sem naredil? Prosim, povej mi moje besede, če se jih spomniš. Ne spomnim se, sorry, stari. Pač nekaj tazga, ker, ful hvala in sem povedal to zgodbico, ki sem jo zdaj, ampak da rajš ne bi in bi rajš povabil koga drugega, ki bo bolj primeren in imam par ljudi na lagerju in potem sem naredil akcijo in noben ali ni mogel biti, ali je bilo tako nekaj vmes in pol zaradi tega, ker sem bil povabljen jaz, sem rekel, ok, bom vzel tole eno za tim, bom pogledal vse v ostale dele in potem so vsi, ki so pričakovali, by the way, še nekaj moram nujno povedati, jaz sem en največjih hejterjev, tako, originalne trilogije Gospodar prstanov, je meni bila tako, ful enih težav imam z njo in potem, ko so prišli Hobiti, so bili tako, ok, zdaj ta trilogija že malo boljša, ampak poden. Pač ne morajo narediti dobre adaptacije Tolkiena in sem znan potem, da še tiste stvari, ki so drugim v redu, v Gilgaladu meni niso. In pa so vedeli... Skratka, mi to pravega gosta. Ja, sem vedel, jaz ga poznam že lepce. Vsi so se potem valjda ful veselili, ker zdaj moram pa jaz pogledati in kaj bojo moji komentarji. In jaz začnem to mukotrpno gledati in pa mi v bistvu tako, se ni grozen in v bistvu izdelal del sem mogoče lik zaradi tega, ker je bilo to pričakovanje in ker so že drugi naredili delo zame, sem bil pol sproščeno užival v tistih stvarih, ki so mi pa bile v redu. In ja, teh se je v bistvu kar nekaj nabral. Overall mi je še zmer grozen in se mi zdi, da se take stvari ne bi smele dogajati. In da bi definitivno... Ampak plus točka je pa? Orki. Seveda, plus točk, veliko stvari je in recimo določeni detajli, nek občutek za vse grejenje nečesa, neka estetika, ki gre čez vse, je siguren prisotna. Denar, ki je bil porabljen, se včasih res vidi. Jaz sem tukaj predlagal, mislim, to smo se tudi pogovarjali, ko smo prvi del gledali. Kaj, če bi Tolkien Estate, ki je dobil 200 milijonov ali ne vem koliko za pravice, če bi ta denar dal neki polski ali pa romunski firmi, da pač ona naredi sam cel Silmarillion, vse dosti denarja, in bi zihar naredili boljši job adaptacije Tolkiena, pač kakor bi bil Tolkien, to je pač nek tak joke. Ampak določene stvari se pač res vidi, neka ta mogočnost, pač tok pa tok vložka, tok pa tok umetnikov je svoje delo naredil. In to sigurno je nek pozitiven izkupiček tega. Nekje se pozna. Mislim, na YouTubeu sem en dober komentar prebral, da v bistvu z gnarom ne moreš kupiti kvalitete. Se pa nekje ta gnar pozna in mislim, da se vidi. Absolutno. Ok, Peter, super, hvala. To je bil en tak in-depth pogled v tvoje gledanje. Zdaj pa, da še Sanjo slišimo, kako je pa ona gledala vseh 8 delov, a imaš podobno izkušnjo? Ne, jaz imam drugačno izkušnjo, ker sem totalen mazohist, apparently. Tako da, v bistvu, jaz sem se tako psihično pripravljala, odkar sem zvedela, da to delajo, sem se tako psihično pripravljala, da bo bad.
Ampak tako še vedno vedela, da bom gledala, pač, ker si ne bom mogla pomagati. Tako da ja, ne, pač prva 2 dela smo gledali tako malo skupinsko, da smo se malo za roke držali, da smo lažje preživeli. Ampak v resnici moram reči, da moj prvi vtis, mogoče tudi zaradi tega, ker sem res imela nizka pričakovanja, je bil ful pozitiven. Kar mene je res najbolj skrbel, da bomo dobili nek Game of Thrones ali pa nekaj, pač neko srednjeveško sranje, ki ne vem kaj, ampak se mi je zdelo, da ta neka nota sveta je vseeno bila zadeta na prvih 2 delih. Pač ful so vibal, prav ne vem, bilo je fino iti spet v ta svet in ga malo obiskati in v resnici pač je bilo tako, pač dal nam je nek lažen občutek varnosti, ta začetek. Tako da, no in potem so prišli ostali deli. In jaz sem tako res, ful sem se trudila, ker pač itak, ja, ful je tega aera, ful je neki, pač folk je ful sam upset. In jaz sem rekla, ne, hočem videti, kam to pelejo, do konca bom gledala in pa sem odločila, kam to gre. In potem pač, ne vem, ta zadnji del mi je tako res sam tako, ne vem, pač, če bi bila malo več piromana. Pač, I want to see things burn and it's not the Mount Doom. Pač neke določene stvari so res še vedno ful dobro narejene in to je, mislim, da največja žalost tega je pač to, da je toliko enega potencijala, ki je tako malo tapped into, ampak nikoli ni v resnici izpelan. Toliko enega denarja, pa sam tako, pač, sem napisal že v komentarjih, pizda, tako, kdaj bomo začeli pisce plačevati? Mislim, da tako scenarij pač propuši na vseh nivojih in to, ki se pač pozna ta luknja, ne. Ker mislim, ti ljudje, ki so to pisali, malo se jim mogoče malo več še o tem kasneje, ampak mislim, to je pač grozno. Tako da jaz iskreno, tako, zdaj na koncu, po 8. delu, imam ta nek moment, da sem še vedno tako malo reeling. Še vedno se odločam, če hočem sploh še naprej gledati, ker so res sam tok zajebali neke take res zame osebno temeljne stvari. Čeprav na koncu bom spet mazohist. In bom po vsej verjetnosti gledala tudi naslednjo sezono. Ampak ja, no, to od mene. Ok, super. Hvala, Sanja. Tudi to, skratka, je še vedno, skratka, splošno negativno občutje, ne? Zadnja epizoda. Posebej zadnja epizoda. Zadnja epizoda pač je naredila par stvari, ki so res sam nedopustne. To me ful zanima. Ok. Bomo šli v globino te zajčje luknje, ampak še prej seveda, da slišimo tudi Igorja, še eden, ki je tudi se malo razburjal v zadnjem, ampak tudi nekako, Igor, če se prav spomnim, tebi je tudi bila od začetka zelo všeč, potem pa se je nekaj zalomilo. Mislim, da smo ga zgubili pri 6. Ja, meni je bilo v redu. Mislim, sem opazil več napak. Ampak ok, ne, so napake, pa se lovijo še, pa se je začetek, ne, pa tudi če se spomnimo, ne vem, Game of Thrones ali pa katerakoli, taka major world building zadeva ima na začetku ene probleme, ne, razen Expanse, mislim, da je že od začetka full štimal, tisto pa je res dobro narejeno. Flawless. Ja. No, ampak se mi zdelo, ok, se bo, ne, ampak potem 6. del, veliki spopad, tam pa mislim, tudi če ne bi, no. Tam pa, v bistvu do takrat, ja, se vidi, kje je denar not, ne? Ampak potem pa naenkrat si isto, kot pri prvi sezoni Game of Thrones, kjer si imel, ja, mi smo dostraška horda, mi 4. In tukaj imaš ta spopad, kjer pač pride tam 6 ljudi, pa tam jih pride 12, pa se tepejo, pa je to tako epsko? Ne. Tako, turni. In tam se mi je zdelo res pointless, plus pač cela zadeva, se bomo še prišli, tako res veliko napak je, pač zame, v tem, kako bi morala zadeva biti zgrajena tam not. Konec mi je bilo par stvari ok, ampak par stvari me pa tudi čisto razočaralo, ampak ja, se veselim naslednje sezone. Hvala, Igor. Mito, zdaj pa tim manjša pozitiva, tako skratka smo rekli. Tim sprava. Ja, smo rekli, da to... No, pa horjanci. Ja, mogoče bolj... Okay. Ne, mi smo bolj tako high lord, veš, pač high king, tako da pač rasta, pač raztrgi tole. No, skratka... Ja. Ali sem tako rečem, da glede na to, da je high king, se res ful sekira glede kvalitete svojih listov. Ja, tako da samo ono drevo gor spravo. Ja, le. Hey, maybe. Liking them leaves.
Jaz sem šel v to zadevo noter ful s pričakovanjem. Jaz sem se res veselil obiska tega sveta, pa tam do 1/6, 5. epizode sem jaz bil čist in s tem, da sem se zavedal napak, pa sem jih vmes že vama komentiral, da v bistvu me najbolj moti tempo pa montaža, kako se preskakuje iz ene scene v drugo. Najbolj me je itak kupila torej zgodbovna špura med Elrondom in Durinom IV. Ta zgodba je meni srčika pač te sezone. No? Medtem ko ostale so pa mislim čutil ta primanjkljaj, predvsem pa je ta primanjkljaj se meni zdel, da je na tematskem področju, ker se mi je zdelo, tako ko sem se spraševal, ok, to ni slabo, ampak ni pa dober, pa kaj bi ti drugače naredil, non-stop ta vprašanja, so se mi porajala, pa tak vprašanja adaptacije, pa iz česa se to adaptira. Medtem ko pač vsa ta, kako ne rečem, gnev in jeza, ki se je izvajala, sem se na netu, sem se pa skušal malo dislocirati, ker po prvi epizodi mi je bilo totalna bizarka, da je v bistvu takšno bombanje nastopilo, ker House of Dragon je imel na Rotten Tomatoes 84 od kritikov, pa ne vem, 84 fanov, od tega je bilo 6000 fanov komentirano. Rings of Power je imelo tudi 84 od kritikov, pa tudi ne vem odkot zdaj, in hindsight, odkot, pa 25,000 fanov, ki so same nule stiskali, pa se mi je zdelo, ok, ampak ni to tako moraš dober. razumeti. Ljudje ne morajo prenesti temnopoltih elfov ali Mislim, dvorfin. ta komentar mi je še najbolj dolgočasen v smislu. Ja, vem, ampak sej nizka ocena je zgolj posledica tega. Ne, to bi bila velika Pri pospošitev. 25,000, ja, to je pač čisto organizirano, se folk odločil, dajmo tele, ki našo čisto belsko legendo zdaj tukaj blatijo z temnopoltimi liki, dajmo to skenslati. In 25,000 ničl je več kot polovica tega. Jaz ne bi šel tako daleč. Na Rotten Tomatoes 5 strani od ne vem koliko jih je 100 na stran, naprimer, ker sem jih prebral, mi je bilo po večini, so neki ti ceneni kritike vokizma, pa tako naprej, kar je v bistvu, kot da Twitter prešaltaš na kritiko, ampak to ni to je samo pač bešanje. Ja, dosti je bilo tega, ampak mislim, da večina folka je bilo ne vem, zgroženi, kako se v bistvu obnašajo do izročila. In mislim, da tukaj je po večini bilo tega zgražene, kljub temu, da imam problem s tem, ker večina teh kritik, ki so bile izrečene na izročilo, so zelo površne, ker sem potem skakal na Silmarillion, odkot tebi tole, tega jaz ne vidim, Ampak, se pravim, jaz sem se tega branil, jaz sem šel to prvi del pogledati, potem sem si rekel brez veze, ko očitno tukaj ne bom našel nekega zrcala ali pa sogovornika, bom rajši izkusil sam. In v bistvu meni je pa 8. del najboljši. Zato, ker nekako nastavi to, kar sem si želel videti, ampak res zgolj nastavi, ne da odgovori, ne da polno realizira, ampak da se začne nekako pogovarjati s tem, kaj bi ta serija znala biti. Ne House of Dragon, ker tega si sploh ne želim. Želim si, da je to v bistvu tista osnovna zgodba, fantazijska, epska zgodba med dobrim in zlom in tako naprej. Tu se mi je zdelo, da so tu dobri nastavki. Pa neke tematske komentarji so bili, ki sem jih pogrešal v ostalem delu serije. Tako da v bistvu mene je 8. del navdušil, mogoče so pa nekaj naredili tukaj, kar bi bilo cool. Kljub temu, da sem se zavedal, da je ta serija, oziroma ta sezona, sestavljena na način, da se pač gre na razkritje dveh likov. In to sem vedel od drugega dela, da bolj ali manj se bo ta sezona ukvarjala zgolj s tem, ta neki J.J. Abrams varianta, da bomo pač malo komplicirali, pa puščali neke odprte nitke, pa liki bodo mogoče malo lebdeli, pa tako naprej, na koncu bomo pa dali ta reveal, pa cliffhanger in to je to. Vedel sem, da bo točno tako narejeno, pa nisem šel komentarov brati zaradi tega, ampak feeling sem imel, da bo to in je nekako na pol uspelo, tako da ful se veselim, da bom videl, kako bojo to naprej pelali, pa predvsem upam, da bojo boljše spelali. Ok. Če se zdaj še jaz priključim, jaz sem včeraj pogledal zadnje 4 epizode, ker pač predtem nisem uspel sproti gledati. In jaz moram reči tudi nekako, da sem nekako z Mitotom, oziroma Tabor, ne vem, kakšen Tabor se Sprava. Ja. Zdelo se mi je po prvih 2 epizodah sem bil jaz kar navdušen. In jaz moram reči, da recimo za razliko od mnogih,
meni prvi 2 epizodi House of Dragon nista bili posebej všeč, sta se mi zdeli čisto ok, ampak nisem videl, zakaj ljudje obožujejo House of Dragon in totalno hejtajo pač Rings of Power. Meni se je zdelo, da je oboje približno na nekem nivoju, je pa seveda totalna razlika v tonu, ideji za obema serijama. Kakšen fantasy to je? To je čisto druga življenja. Ja. To je pač meni pričakovati, da bo zdaj Lord of the Rings, Game of Thrones, ne moreš. No? In tudi tako, nekateri, ki sem se pogovarjal z ljudmi, kako pač da so dialogi nerealni, da so zelo izumetničeni. Ja, to je Lord of the Rings. Meni se je to zmeraj zdelo, da je tudi to, recimo, jaz se Gaboru pridružujem, da recimo jaz obožujem Lord of the Rings, ampak se zavedam trilogije in tudi napak in tudi Tolkien meni ni med najboljšimi pisci na svetu. Meni je zgodba super, stvari, ki pa jih piše in ene stvari so pa danes malo pač tako, pač meni so sentimentalne, no, ne vem, kaj ne rečem. Ne? In tukaj noter je pač tole, treba je pač reči, da to je serija z največjim budžetom v zgodovini serije. Zdaj, večino tega so sicer oni dali na vse te sete, ki so jih naprej zgradili za naslednje sezone, če tudi se zdaj selijo v Britanijo, tako da ne vem, koliko je zdaj to res, oziroma kaj to pomeni za vse te sete. Določene stvari bojo prenesli, ampak v bistvu so to naredili uradno zato, ker si bi Tolkien želel, da se posname v deželi, ki ga je navdihnila. Ampak ne, studio so si zgradili v Angliji, tako da bojo tam snimali, se logično. Ja, tako da zdaj upam, da to seveda ne pomeni, da bodo zapravili ravno tisto, kar je, mislim, da največja pozitiva te prve sezone, ta je ta epska širina, ker imamo zunanje posnetke, resnično prekrasne. Nekdo se več čas šali, da so to najlepši screensaveri, da je to serija za najboljše screensavere, za tiste slovenske puriste, ohranjevalnike zaslona. To se mi je zdelo, me pa je, malo me je na sredi izgubila serija, o tem se bomo pogovarjali, pač tudi meni ta 6. epizoda se mi je zdela grozljivo slabo narejena za ves ta cache, ker drugače je tako, jaz posod, ko gledam ravno te screensaver momente, si tako ob muski, ki je zraven tako epska, jaz več čas slišim tako šumenje teh denarcev, pač tako, kako se pač tako pa kovančki, ki se tako prelagajo iz enega žepa v drugega. Skratka, to je vidno na vsakem koraku, ampak potem se pa strinjam pač Sanjo in verjetno tudi s Petrom, pa najbrž še s kom, tudi Mito verjetno tu ne bom imel dosti pripomb, da pa dati toliko enega denarja v neki, krati pa tako, ne vem, scenaristom dati, 5 minut pred epizodo, da spišejo vse dialoge in da pač malo tako iz Tolkiena pogledajo, kaj pa on rekel, a je Gandalf rekel, kaj že Gandalf rekel, za nosom moraš iti, bomo to dali na koncu. Kaj? Ne, to je tisto, ne, mislim, stvari, ko upadam, ampak v bistvu vse niso gledali v knjige, oni so sami iz filmov kopirali. Dosti dialogov, kar je v bistvu še bolj upsetting, če mene vprašaš. Ja, in tukaj pač meni ta problem, ki ga vidim v tej seriji, je, da je tudi res imel malo tempo. V začetku jaz razumem, gradiš svet in vse to, ampak potem vsako neko akcijado, nek napoved, tako kot je, mislim, da tudi Mito rekel, ta montaža in to nek prizor, skakanje, tam si ravno nekaj naredil, pa gledaš, kar oni jahajo, Numenorci, potem pa kar preklopiš na une spet nazaj, nobene povezave, oziroma ti seveda povežeš, da jahajo tja. Ja, ampak s tem, da je tisto pa res tako slabo zmontirano, da oni so srednoči tam, pokaže Numenorce obzori, pokaže njih nazaj, pa je srednoči. Ja. Mislim, toliko slabo montažo sem videl na zadnje, ki so na teh nekih nemških kanalih RTL in podobno, kjer so morali 2 ure plus filme spraviti z oglasnimi bloki na 2 ure in potem pač, very specific, I like it. Ja, bilo je malo tako, kot Monty Python, v Holy Grailu, ki teče na uno poroko, malo je imela tega feelinga. No? Skratka, tukaj noter pa nenadoma te epska širina se totalno zoži in pa na koncu pač vidiš, kako se te malo prepletejo niti, da ene stvari so malo odveč, no, v resnici ne vejo, kaj bi počeli z unim vilincem in človekinjo, kot je Igor lepo povedal, pač malo je neka ljubezenska zgodba, malo je bolj to, da njega skoraj že ubijajo 3-krat, pa se v zadnjem momentu reši z unim orkom, ki nad njim, ki ga hoče v oko. Tisto je bilo res ugobno. Ja, tisto je res ur. Pa tak ješ poleg, ker pač ne si narediš čips ali pa sadje, ali pa kaj tak, Ja, skratka, take stvari, no. Ampak o tem bomo šli
še v globine. Še to moram edino reči, da seveda tukaj, kar jaz mislim, da so tudi zelo slabo premislili, to, kar je tudi spet Mito omenil, da to temelji na dvojnem razkritju, ampak pol moraš ti to malo pametneje narediti, ker če ti to daš iz tedna v teden, mi vmes ugibamo in kar smo mi vmes ugibali na Discordu, v našem privatnem chatu, smo bili ful preveč pametni. In polko na koncu vidiš, ti si tako, Ne, fora je, da smo vsi govorili, samo itak da je, ampak prosim, da ni. Vsi smo bili pa sej vemo, da pač je to Gandalf, ampak valjda, da niso tako neumni, da bi bil Gandalf. Zakon mi je bila tvoja ideja, kao ne, to je Tom Bombadil, pa si tako, to bi bilo fucking zakon stari. Jaz sem to pomislil. Ja, ampak... Ne, pa sem YouTube videl, kao ne, Tom Bombadil prebije, kao da on je že tam od prve pesmi, pa si tako, fuck it, ne more biti Tom Bombadil. Samo razen, če grejo kontra izročilo. Ampak se tudi Gandalf ne more biti, ne? To ni prvi lore, ki so ga zajebali, če je. Ampak je pa tako, ostroki so opazili, da ko nam pokažejo te komete, ne, to je pač 5 kometov. In teh 5 kometov gre na 5 lokacij in v bistvu po logiki to najbrž je Gandalf. Glede na to, kje pristane. Sem zaradi tega. Draž pa je full teorija, da bi lahko bil eden od Blue Wizardov. Ja, to je tudi moja teorija, pa Lando ali pa on kolega. Samo gre za nosom. Ampak na koncu je ta, da gre za nosom. Čeprav moja citat Gandalfa iz filmov. Ja, se to, ampak čeprav možno je tudi, da v bistvu, veš, je pa to neka splošna fraza teh ištarjev, veš kaj, ne, da so full... Da to imajo v francološkem slovačko. Predstavljaš Christopher Lee, kad ko reče follow you, ne, vse. Ja, would you like the keys of Orthanc and my nose? Yes. Mogoče bi tudi to lahko, čeprav to mi je malo too much, da bi bilo, mislim, to je bolj tako, my hovercraft is full of eels, mogoče je tak stvar. Skratka, zdaj pa mogoče za začetek, preden se res poglobimo še tole. Kaj so tiste ključne stvari, to gledam predvsem vajo Peter in Sanja, skratka, kar so spremenili, kar vama ni bilo všeč. Skratka, kaj je v primerjavi z knjigami, z podlogo, predlogo, ne podlogo, tisto, kar vaju je najbolj razburilo, recimo. Peter, kaj tebi razen, da so orki lepši, kot so v resnici? Lepši, pač v redu so. V resnici so se tudi z Mito tam prej pogovarjala glede adaptacij pa tega tukaj so imeli toliko malo materijala, na katerega so se naslonili, da veliko špekulirati o tem, kaj prav, pa kaj narobe, pa to. Ne vem, jaz v resnici s tem nisem kaj dosti ukvarjal. Bolj mi je šlo za vzdušje, za neke odnose, za neka pričakovanja, da če delaš stvar po Tolkienu, po nekem izročilu, v katero smer boš to pelal, in da če se boš odločil stran od te smeri, kako boš to opravičil. Tako da za kakšne specifične stvari glede na to, da je adaptacija Tolkiena po materialu, ki skoraj ne obstaja, oziroma je zelo loosely napisan in sicer je nekaj v ozadju, ampak vsekakor tega, ne vem, ali se ne spomnim, ali pa niti nisem bral. Bi jaz bolj govoril o teh nekih pričakovanjih, kaj iz tega materiala vzameš kot neko vzdušje, kako naj bi se karakterji obnašali, kako naj bi se svet obnašal in zdaj kdaj to skrene s poti. In če skrene s poti, glede na to, da je adaptacija v redu, kakšni razlogi so, ali to upravič. In tukaj, jaz sem zelo hiter, tudi to moram povedati, prvi del mi je bil totalen poden in potem, ko sem pač šel gledati vse ostalo, mi je začel postajati malo boljš, zaradi tega, ker sem si v glavu naredil pač nujni klik, ki je to ni Tolkien. In ker sem to naredil, je bilo vse ful lažje. In sem enostavno gledal kot neko tako stvar, ki je tako mal generična fantazija, s polhanenimi klišeji, tako malo taka hollywoodska zadeva, ki bi jo pričakoval za letošnje leto, recimo. Tak Willow. Willow? Ja, film. A poznaš? Ja. Poznam, ja. No, to. Tudi ta generična Tolkien-inspired zadeva. Je, izpred koliko desetletij. Letos pride serija. Letos pa serija. Serija bo zdaj, ja. Že tok. Ja, štekam. V bistvu to, plus še igre in vse ostalo,
kar se zdaj trenutno dogaja in pač vse serije in filmi, recimo, če vzamemo počasno jezdenje konja od Galadriel na obali. Tu moram intervenirati, ne? Ja. Ker je to tvoj fetiš. Absolutno, moj fetiš. Tvoja najljubša scena? Kaj je narobe z slow motionom v Lordu? Jaz nimam težav z nobenim slow motionom, ampak če imaš ti 8 delov, za 4000 let, roughly saying, zakaj potem 5 minut jezdimo na obali okno konja? To jaz vem. Zato, ker je bila takrat Galadriel edinkrat srečna in so hoteli to raztegniti, da bodo imeli ljudje v spominu, da je ona tudi zadovoljna. Se to je del problema. Ampak tako res tako ne vem, pač omejen si s časom, ful imaš enih stvari v bistvu za narediti. Razumem, da bi si vzel čas za nek drug moment, ampak tako kama sploh Galadriel v vezi s konji in obalo? Ne, se sploh ne vidim problema. Za kon, Galadriel, pa da je ravno zaradi tega slow motion, kao sploh ni problem, ampak tako se mi je zdelo, kao ta estetska, to je obrtniška estetska, whatever, konceptualna odločitev, da pač fukneš noter v neko sceno, akcijsko sceno, kakorkoli, slow motion, ker tega ima drugače. Jacksonov malo more, Aragorn se obrne pa in slow motion winking, razumeš, pa kao, ne vem, te slow motion govorjenje. Ja, ampak je tali scena res dolgo traja. Meni se kvečemo, meni se pa ne zdi, da dolgo traja, kvečemo izstopa mi zaradi tega, ker je edina slow motion varianta. Ker Lord je poln tega. Hobiti padajo v slow motionu, Aragorn pada v slow motionu, konji jezdijo v slow motionu, vse je fucking slow motion, stari. Vse so, kasneje, mislim, so še slow motioni, ampak ta je predvsem, zakaj? Zakaj je to sploh not? Epic. Mislim, da si sam odgovoril. Meni v smislu narativa nič ne doda, akcija nič ne doda in je v bistvu zgolj estetska, pure ta fora. Meni je bilo čist ista funkcija kot Tarantino in snemanje ženskih stopal. Fetiš od nekoga, dajmo to not. Sure, ampak mislim, on ima celo 10 filmov o tem, veš. Ja. Skoraj 10 čaki naslednjo sezono. Tako da, dobro, sorry, ker sem prekinil za ta slow motion, mi je bil eno od onih zapiskov, ker moram vprašati, v čem je kamen spotike slow motiona. Okay. Samo to, da je čisto popolnoma odveč. Okay. Mislim, taka scena, lepo posnet, vse super, in če bi bila umeščena in da bi rekel, štekamo, da bi bil recimo nek payoff to, bi bil tako super, ampak ni, samo pač tako. Lahko bi pokazali polža, ki leze po gobi, počasi in bi bilo tako. Zakaj pa to tukaj noter? Isto, pač zakaj? Nima veze. Plus to, da je ona bila pokazana kot nek lik, ki skozi trpi. In zdaj je ta ježa, je pa vse to edina stvar, ki pomaga, je bila ta ježa. Zakaj? Tako pa zakaj bi zdaj to dal noter, ki samo zmede gledalca? A to se pogovarjamo o tej sceni na Numenorju, ko v bistvu del pelje na arhiv. Ja. To je. Jaz sem imel taki feeling, pa ne da je za to odgovor na to, ali pa da čisto praviče, ampak da pač ona se je fucking 2 ali 3 dele na Numenorju počutila zaprto, ujeto, ne vem, na pol. Na ladji? Ja. Da pač je to tisti majhen trenutek svobode, ki ga je doživela. Ja. Pa knjigam. Jaz sem se s tem čisto poistovetil. In jaz? Knjige. Bravo. Okay. S tem kontekstom se ful lažje pač poravna vse skupaj, ampak moje vprašanje je res, zakaj pa 5 minut traja? Pa se ni 5 minut, pretiravam. Sam občutek tak je. It's really, ta sekvenca je sam toliko dolga, res. No, ampak recimo, kar se konkretnih stvari tiče, ki so drugačne, ampak mene zmoti, ampak vilinci so bili tako ful visoki. In tudi te ljudje v tistih časih, mislim, da je Elendil bil tako, kako šarkaš, neki 2,30 ali neki tako 2,20, ogromni. Galadriel je bila, vsi so bili res ogromni in ko pač bereš Silmarillion, si predstavljaš, da to so res, vilinci so ful visoki, taki, in zaradi tega tudi na bojišču potem to čisto drugače spade. Potem ljudje so tisti, ki se niso pokvarjali, so bili visoki in pač tudi Numenorci so bili visoki, potem nižji, zdaj tukaj lahko malo rasizma pa to uporabljamo, pač nižji so bili pa dejansko nižji. In pol orki, ki so v Gospodarju prstanov bili tudi, ne vem, ogromni pa visoki, razen tistih humorij, orki so bili v resnici veliki tako 1,20 m, oni so tudi take gnide iz srednjega sveta. In tako kot recimo hobiti pa to, in njihova moč je bila v tej neki množičnosti pa agresivnosti.
In z njimi si pač, če si bil bojevnik, si pometel. Plus to, da nisem imel oklepov, pa tekam pa tako zdaj debata o Gospodarju prstanov. Tako da tukaj so neke stvari, ki bi s tem, ki bi pokazali recimo te razlike, bi odprli čist druge debate, težje bi bilo verjetno tudi cast, vse bi bilo težje narediti, ne? Ampak če bi pa sledili Tolkienu, bi pa v bistvu dobili s tem, ne vem, neko navezavo na njegove tekste, a ne? In se potem odprejo tudi možnosti čist drugih povezav in čist drugih, ti se drugače identificiraš s stvarmi, ne? Recimo, če imaš ljudstvo, ki jih je v vojni 1000 in so vsi 2 metra in so oboroženi tako, čist drugače izpade, kakor če so praktično isti in se izpadejo kot hudi fajteri, tako kot Galadriel, ki zmaga pač vse sem zaradi tega, ki piše v scenariju, zdaj boš naredila to pa to in bojo vsi popadali. In je v bistvu tako, ok, pisali je in se to zgodi, ampak zakaj res? Zakaj lih ti, ne? Zakaj ne bi... Tako, mislim, take stvari so, ki štekam, gledamo serijo in treba je vse to pogledati, ampak hkrati pa kot niti ne Tolkienovcu, ampak kot samo enemu odraslemu človeku, ki ima rad fantazijo pa resne stvari, airquotes, ne? Pa tako zavijam z očmi in ne vem, razmišljam, zakaj mi je tega treba. Okay. Sanja, ti si malo bolj razburjena glede nekaterih sprememb, glede na knjige, če prav razumem, oziroma na izvirni material, temu težko rečemo knjige. Ja, mislim, jaz sem tako rekla, jaz sem šla malo z drugega kota, ne. Pač tako, ja, praktično nič ni materiala, ne. Tako da, če se gremo adaptacijo, potem bi bilo fino, da hrbtenica pa stoji, ne. Pač, če imamo ful neke malenkosti, bilo je itak jasno, da najbrž ne bojo šli v 4000 let, da bojo nekaj morali pač kompenzirati in skup dajati in tako naprej. Ampak mene v resnici v tem, pač sploh v tem zadnjem delu, me je najbolj razjezil pač glih to pač ustvarjanje prstanov moči, ker so totalno, pač to, naslov serije je pač prstani mogote moči, rinke silnosti. Ampak pač tako, to ni kako so pač prstani nastali. Pač to, tako, določene stvari sem pričakovala vseeno, da bojo zadel, da bojo tam, da pač upravičijo to adaptacijo, ta naslov, pač vse to, ne. In to so pač po mojem mnenju res napačno se lotali. Sicer ne vem, a bojo imeli pol flashbacke, ali kaj bojo naredili, da bojo pač, ker pač prstani moči praviloma pač so nastali čisto v drugem vrstnem redu, čisto v drugem kontekstu. Pač, da ne omenjam dejstva, da je ful očitno bilo, pač naredili so ta nek hudanet moment, oziroma kdo je Sauron. Pač, in to je bilo tako, kaj se zdaj tle sploh gremo, pač to ni, mislim, to ni point vsega. To tako, ameriškost. To, ki je ameriška ta serija, pač to je tako, Američani delajo fantasy, pač tako res... Kako to misliš, ameriškost? Pač ne vem, recimo ta del, ki je Galadriel na Númenorju, se cel del obnaša malka Alicia Silverstone v Clueless, mislim tako, pač mislim res, tako res, mislim, tako, meni osebno tudi recimo Galadriel... Pa s tem ne misliš Shakespeare inspired? God no. Jaz mislim s tem Valley Girl inspired. Tako, pač ne, mislim, tako res je ta nek moment ženske, ki je tako stara 10,000 let in potem se tam neki pač, ne vem, trma in pač okrog meče in pol na neki točki mal pomete v eni sekvenci, glih to pač ta borbena sekvenca bila tako mal, pač, mislim, tako, kot tudi recimo ona, meni osebno, pač, jaz sem tukaj edina punca za to mizo, ne. Jaz sem pač vedno imela rada fantazijsko literaturo, a vi veste, koliko je mal ženske fantazijske literaturi, s katerimi se lahko mi pa pač poistovetimo, oziroma jih imamo lahko za neke pač like, ki so nam vzor in tako naprej. Čakaj, hočeš reči, da s vsemi tistimi princesami, ki jih rešujejo... Dej, jebeš to. Hvala. Sem pa res jebeš to. V glavnem ne, pač ful je mal takih likov, ki pač te res ki so navdihujoči. In ona je ta lik. In meni je bilo res, jaz čisto iskreno, jaz sem pa ful rada Kate Blanchett, ampak že Kate Blanchett ni bila čisto moja Galadriel. In pač res me je tako... Ful sem se pripravljala in hotela imeti neko distanco. In jaz v resnici mislim, da Morfydd Clark je dobra igralka, sem to, kar so ji dali za delati, pač pušne. Pač to vse, kar delajo z njo, to je v bistvu to, kar je mene najbolj razhudilo. Ta cela njena storyline, to je pač sam, kaj da fuck so oni mislili. Pač res mislim, tako... In tudi ta, ne vem, zadnji del na koncu, se ne vem, koliko pač lahko že spok gremo v to, ali bomo šli na končno to. Pač ne, ampak ta cel moment, ki so nastavili celo to sezono v smislu, ja, pač
ona bo tista, ki ga bo ven zvlekla z vode in pač v bistvu ne vem kaj. To je tako, ne moreš tega na njena ramena dajati. To ni njena naloga, to ni ta lika. Ne. Ja. Pač razumem, kaj delajo, čist iz vidika storytellinga in tako naprej, ampak to pol ni Galadriel. To pol ni Tolkienova Galadriel, ker je pač... Okay, tu bom zdaj interveniral, če smem. Ja. Kaj pa je Tolkienova Galadriel? Tolkienova Galadriel ima za začetek čist drugo linijo. Tolkienova Galadriel v resnici nikoli ni zaupala Anatarju oziroma Sauronu. Pač to je tako, ona je imela druge napake, druge preizkušnje in je bila vedno ful ambiciozna in zato je sploh šla v srednji svet ven iz Valinorja, ampak ni pa... Ne vem, pač čist ta, pač mislim, res je tako sam ta nek, ne znam povedati, ampak tako, res je ta ameriški vibe. Tako, pač ni mi dovolj vilinska na momente, ni mi dovolj, njena starost se ne vidi, ni otipljiva. Pač ona je eno od najbolj pač pametnih bitij, pač najbolj modrih bitij, pač, ki sploh obstajajo. In pač to, kar so z njo naredili, mislim, če se hočeš iti mlado Galadriel, pa gremo pa dejansko nazaj v Valinor. Ne ti meni v 2. veku z mlado Galadriel, a ne? Ja. Ali kako že? Ne, štekam. Pač, ja, tako, sem pač, ker ona je v resnici, pač, če se mene vpraša, eno od teh hrbtenic, ki pač obstajajo. Sem again, to je pač moja osebna izkušnja, ne? Ker pač again, jaz kot punca to mogoče malo drugače gledam. Ampak pač to pa ja, prsteni mogote, to pa... Ja, pač, to mi je pa čisto zmotilo. Tu bi se preklopil na to, ker v bistvu vse o Galadrielu imam tudi nekaj zapovedati, ker jaz pa vidim en plus točk o tem, kako so stopili do tega, ker, ampak kasneje o tem prstani mogote. Ja, jaz tudi ne vem, kako bojo to v bistvu zdaj se vklopili nazaj na izročilo, ker pač tam zadeve se zgodijo na nek določen način, tudi kako bi zdaj se ta Sauron, Anotar, Halbrand, kdorkoli bo pač ta... Kekc prišel nazaj in Celebrimborja še enkrat prepričal, da nekaj skupaj spaca, to ne vem. In to me dejansko zanima. Ker to je pa potem tisti, to je pa velika neznanka, ki se kot adaptacija, mislim, ki me pač rajca v smislu, da to je pa neraziskavno področje, naprimer, ne. Šli so stran, v redu, naredili ste, kar ste. Dano dejstvo, naprimer, ne. In za kako boste v bistvu zdaj prišli do 7 za škrate, pa 9 za ljudeke, ne, in tako naprej. Ne. Kje pa kako se bo to vklopilo nazaj? Ker v knjigah se sta v bistvu omenjena zgolj Gil-galad pa Elrond kot nezauplivca do Saurona v preobliki, ne, do Anotarja, ne, če se ne motim. Ja, samo niti ni toliko tukaj notra, mislim v knjigi se pogovarjam. Tukaj je zdaj pa tako narejeno, da pač ona, ti si z njemu hangala od drugega dela, recimo, da te je prevaral, ne, ker pač ona je tudi tle zastavljena na način, da kao je mlada nekako, ne, in to mi je mogoče nek zanimiv aspekt za elfe, ki ga nisem prizaznal ali pa sem ga pozabil, da pač kao, kdaj pa elfi odraste, kdaj so pa potem tisti zreli elfi, ne? Koliko let pa nesmrtna duša rabi, da postane odrasla, naprimer, ne? Ena taka fora, ne? Pa mi je njen ark, kakršenkoli je, pa ki ni the best, je pa ark, ne? Je nek lok zgodbovnen, ona začne z maščevanjem, maščevala bom brata, I'm the commander of the Northern Armies, pa neki pol pa v Númenorju v bistvu še vedno ta bolj ali manj isti lik, tako da to najbolj zamerim pisanju, da se v bistvu 5 delov fucking vleče vse skupaj, da se sploh kam premakne. Pol pa kao po pregovarjanju Halbranda, / Saurona, pa potem po izkušnji Mordorja, pa ona nekako pride do spoznanja, da moč mora nekaj spustiti od sebe in pol ta simbolno dejanje, da pač nož svojega brata v bistvu da v izdelavo, bla bla. To je njen ark. Dobesedno, kao, pusti maščevanje, pa daj pot nečemu novemu, karkoli pač to je. Ne? Ki bo maščevanje in to je super, ampak to je fanfiction. Ja, se strinjam. Mislim pa vkradeno iz Ben Hura. Se čisto strinjam. Jaz samo govorim, kaj vidimo. Ne? Kaj vidimo, ker dobro, zdaj v materialu, v adaptaciji, če se o tem pogovarjajo, tega ni. Se v bistvu tam teh 3000 let v drugi dobi ali drugem veku, kakorkoli, bolj ali manj imaš cifrne štance. Prstane sekujejo 300 let. To je celo kao taki bygone line, ki ga
Elrond Celebrimboru v seriji prebije. To, kar bi mi 300 let delali, imamo 3 tedne cajta, stari, kao, get on it. Ja, to je taka Star Trek. J.J. Abrams varianta. Ekonomizacija cajta, ja. Do it in 2 hours. Ja. Kar se pa tiče tega, da mislim, tako nastavljen mi je kot cliffhanger, pa temu malo zamerim, hkrati pa vem, kaj dela z mano to, ne, da veš, kao, ja, ti priča nazaj, ti bomo mi povedali, kaj se bomo šli iz tega, ne. Tako da me zanima, kako bojo v bistvu dejansko rečemo temu disu, ne, izročilu, kaj bojo iz tega naredili, ne, ker kao, pač knjige imaš, knjige so nespremljive, to bo ostalo forever in to bom lahko vedno kadarkoli šel nazaj brati. Me pa zanima, kaj bojo iz tega naredili, ker zdaj, glede na ti sanje, si napisala noter, da se pisti že lotevajo, da bo Sauron zdaj... res, ne vem, kaj je tvoje mnenje o tem? Moja kolegica je novinarka za Newsweek in je naredila v petek intervju z to scenaristko, ki je delala prej na Breaking Badu in je dobesedno ženska prijavila, da je plan za naslednjo sezono, da bo Sauron basically Walter White. In je sam tako, prosim, imamo en hud reality check, oziroma ne vem, fantasy check, oziroma kaj da fuck vi delate sploh check. Ker to je tako, mislim res, tako, ok, Breaking Bad je super, to je ena od najboljših serij vseh časov, ampak kam ima to, da fuck ve za srednjim svetom in tem, da, mislim, vse sem rekla, sam tako šibice, prosim, pa nekaj za podkurt. Rekla, da bo Halberd imel pljučnega, pa mora cash zbrati. Ja, v bistvu, basically he has cancer and he wants to live forever. Ima po mojem zelo slab zdravniški sistem, ampak mene bolj veseli, da bo domnevam, da bo bolj prišel Saruman, bitch. Ne, bijač. To bi celo mogoče gledala. Ampak ne, mislim, res je ta nek moment, tudi čistko, v bistvu moj problem je Sauron, oziroma bil je sam tok fucking očitna izbira celo sezono, da je bilo glih to, ta moment, please, sam naj ne bo, tako bodite bolj pametni od tega. In tudi razumem vzgib, da hočeš njega počlovečati, ampak on ni človek. On je on tudi v bistvu, ko sodeluje z vilinci, on je kot Anatar, se ve, da je nekaj drugega, nek Lower Maja, ne vejo točno, da je to Sauron, ampak še vedno, ve se, da ni to, ne. In njega se mi zdi, da so tako res razumem, tako prav na enem nivoju popolnoma razumem, tudi ti manierizmi, ki jih je totalno snel od Vigota, res, ko so ga probali narediti čim bolj, še frizura. Aragornovskega, ne. Vse, res. Ampak tako, to ni Sauron. To ni, mislim, tudi tako, ne vem, pa ta, ne vem, ta moment, kao neke kvazi romance, mislim, to mi je že v tistem delu razhodil. Ono na klopci, ali ko se pogovarjate, nekaj, I felt it, did you feel it? Jaz sem čizmeden. Iskreno, ta moment je bil prvi, ko sem jaz tako absolutno zihar, da to je Sauron, ker prej sem upala, da ne bo. Prej sem iskreno upala, da ne bo, na tistem momentu, sem pa svedela tako, ne, ta tip je Sauron in to, zdaj smo opravili. In koliko je to bedno. Ker je res v resnici lazy writing, če se mene vpraša. Tako da v resnici bi bilo boljše, če ga v tej sezoni sploh še ne bi bilo. Ja, to imam jaz tudi tak film. Ne, mislim, kaj je Daniel Green je imel ful dobro teorijo, ki bi bila res amazing, in to bi bilo, da je tale tip Ringbearer. Jaz sem bila prepričana do tistega dela, da je on Witch King of Angmar. 100% sem bila, da je on. Čeprav malo sem se igrala tudi s Teotom. Teo, po mojem, ima makings, da se ga spremeni v enega od teh stvari. Sem pa včeraj zvečer ugotovila, končno, ker ena stvar, ki so me ful motile, so bile te 3 thingies. Čarovnice. Kaj je z njimi? Oni so whites. Jaz sem tako čisto pozabila. Barrow whites. Barrow whites, ki so v bistvu njih v filmih, v seriji, v knjigi, ki grejo ven iz, jih v bistvu Tom Bombadil reš pred temi Barrow Whites. Jaz ne vem, kako je prevod za to v slovenščini, ker sem nazadnje slovensko brala 20 let nazaj. Ampak ja, tako... Kazne globeli, kaj tazga. Nekaj tazga. Tako, ko grejo ven iz grofije in pridejo v ta gost, so tam neke grobišča in notor so neke stvari. In Whites so v bistvu stvaritev Morgotha, oziroma tudi potem se je Sauron najbrž z njimi mali grov in so v bistvu changelings. Tako da v resnici najbrž, sam ne rečem, da so to prav specifično tetri, ampak te vrste. Ja, štekam, ja.
Tako da, tudi to mi je bilo samo tako, kaj the fuck s temi tremi, kaj Ja, veš, kaj je bila moja teorija, da Ja. pač, če je zdaj tale The Stranger pač Gandalfa, ne, da pač, mislim, da Tolkien je nekje zapisal, da sta modra, to je njegova prva verzija, se mi zdi, da ta modra, ki sta šla v Run, odkoder so te tri, ne, da sta propadla, da jim ni ratalo. In da pač sta delila čarovnijo z padlimi ljudmi ali kakorkoli, in da so pač oni učenci ali učenke, kakorkoli od teh modrih, in da so pač kao neki sorcerers varianta. Ne. To je nekje zapisano v Tolkienu, samo on je imel okrog modrih pa Runa dost zmedene zadeve, ker nikoli ni bilo za cementiranje. Ja, se to. Jaz mislim, mogoče je pa to, kaj ta. Je pa tako, da v bistvu je eden od 9 je Easterling King, tako da v bistvu pol na neki točki, ker pač ne vemo od identitete za 5, 3 so Numenorci, črni Numenorci, eden je pa Easterling, nek kralj. Tako da v bistvu neki to je moral biti, ja. Okay. Ampak ja, mislim, to so recimo stvari, s katerimi se še da. Določene stvari, tudi by the way, moram sem tako reči, ja, Elrond pa Durin, zato pa živimo. Ja, ta bromance je bil pa res. Tukaj pa je bil meni konec pol dodaten problem, ker zdaj tale Durinova žena je Lady Macbeth naenkrat od tega, da je nice lady in full vse, zdaj pa you killed the king. Ja. Okay? Ja. Prvo sem jaz tudi, ne vem, malo tudi sumo, da je z njo nekaj narobe. Te njene oči so mi tako zelo neke rdeče oči. Rumene, hvala. Ja. Ne, rdečih rumenec. Zgleda, da ima neko bolezen, ampak mislim, da je mogoče z njo kaj narobe. No. Stilo, da ni škratinja. Ja, mislim, da je neki pod vplivom nečesa ali karkoli. No. Pač jaz sem dobil vse ta feeling točno v tem prizoru, v katerem ti govoriš. Ja, malo pri scenariju, jaz mislim, da mi je najbolj res ratala ta škrat vilinc. Relacija, vse ostale so pa tako problematične, predvsem potem, da velikokrat so vsi ti pogovori, ki so res, kot Sanja pač prav malo izkopirani iz filmov, vedno so pač te The Shadow, neki senca, tja, dotakni se teme, vsep, ne vem kaj, pač taki. Predvsej Tolkien. Ok, Tolkien Queljo, tu nekje smo, skratka. Pa veliko je teh nekih pač momentov, ki jih ne začutiš, jaz ne vem, no, jaz pač med človekinjo in vilincem pač nimam neke blazne ful premalo cajta napetosti. Čist premalo časa, ja. Ja, ona pač dobro pol trpi tam, zdaj bom ubil. Mislim, ja, drugo pa so pač seveda vse te res krajno slabo, nelogične stvari. Numenorci grejo tja z 3 ladjami, kjer je točno 6 ljudi gor, na vsaki. Ja, pa cela tista vilinska trdnjava je bila očitno tako narejena, da če tam eno stvar premakneš, se bo vse skupaj zrušilo, kak so pazili cel cajt. 200-400 let, koliko so bili tam, vsak dan so mogli, da se ne boš tam odbutno, ne? Ker bo vse šlo v kurac. Hkrati pa naj noben ne gleda tu en bršljan raste, ampak ignorirajmo to, kar je tu zadaj. Ne, to so vilinci, ki se ne dotikajo, oni spoštujejo bršljana, razumeš? Ja, oni res spoštujejo bršljana. Let's reverie the bršljana. Čeprav čisto iskreno, meni je recimo tako, ful upadla pozornost od tam 3., 4., 5. del, ampak moram reči, da mi je všeč ta making of za Orod Ruin. To mi je dejansko ful bo všeč. Tako sama bitka v tem delu je. Ampak to prav ne vem, koliko so to speljali, to mi je bilo v bistvu tako, spet me je v bistvu malo navdušil, ker mi je že vmes malo padel cakar, pa tako smo šli nazaj gor. Tako da, ja. Ja, ker mene tudi, ko jamejo Arondirja, pa potem vidiš to ujetništvo ljudi in vilincev in ono, what the fuck vi sploh delate, kaj kopleš, mislim, kva delaš. To mi ni bilo jasno, dokler pač do tega 6., 5. dela. To je bilo to pametno. Nice, I like it, ta nastanek Mordorja, torej Mount Dooma iz Orod Ruina, vsa ta fora mi je bila čisto ok. Oni so imeli splanirano, kako v bistvu pogasiti goro, oziroma vznejevoljiti goro, no, da v bistvu postane res Mount Doom, to mi je bilo čisto ok. Ampak zopet je ta Jar Jar Abrams fora, kao, ok, imamo to, imamo to, kako priti do tega, kao, ja, dajmo neki vmes, kao, pa naredite en par jarkov, pa čao, veš, kao, tak.
Ja, ima malje tako, na ključ odprejo Mordor. Ja, se vem. Kot konzervo. Se vem. To je res, ne, Igor se je lepo izrazil tu že v chatu, pa danes že enkrat kao ta Indiana Jones fora, veš, tako on pesek, ki ga daš gor, pa jih probaš. Ja, točno to. Kar je bolj tako, kdo je to zgradil? A je imel to v planu ali kaj, ne? A veš? Ful je naštimano, ne? Ja, ful, tako zelo pripravno. Ful je pripravno, but like executed nicely. To je bilo tako ena stvar, ki so me prijetno presenetili. Ja, tako se neko ni YouTube video, ki folk tiste delajo te mašine z nekimi žogcami, ki pa potisne uno naprej dom. Mislim, če bi jaz šel na neko foro, bi šel na, ne vem, tako kot je bilo v Helm's Deepu, en kekc laufa z štafeto, razumeš, pa eksplodira nek shit. To mi je bolj, pa on je spade, naprimer, dol. Ja, dobro, sem tiste bilo smiselno, ker zruši strukturno pravo mesto. Se pravim, tu bi bilo meni dosti boljše taka varianta kot Indiana Jones McGuffin varianta, whatever, ne. Meč tam potisneš. Pa sej velike problemov, ne, tudi to neko namigovanje, kako je Isildur v nevarnosti, ne, da ni, ne, mislim. Dobesedno hišo gorečo so na njega vrgali, tako da I wanna see how they come back from that, though. Ja, in si bi tako, in bo še vedno lep. Ja, zato sem štekel, da ga v 8. delu niti ni noter, niti niso pokazali, ki je, itak veš, he's okay. The dog, the horse went to get him. Pač to je, konga rešil. Sem pač, veš, tako. Sem pač, veš. Ne, mislim, tako, ne, mislim, meni recimo je tudi, ne vem, čista trije, ne. Tako, pač, Sauron gets his groovy hands all over that mithril, ne. Pač tako, on se trojka nikoli ne dotakne. On pač, to je tako, in je pač, ne sem, da je zdraven, dotakne se mithrila, se pravi, da nekje neki. Mislim, dobre. Jaz sem se dotaknila mikrofona na podoben način in skoraj uničila vse. Ja, to so spremenili, ne? Čeprav, ne vem, ga ni tam, oni sami to skujejo. Tudi ta obrazložitev, zakaj 3 namesto 1, ne? Kljub temu, da mi je začetke, mu naredili krono, ker kao nekak se amplificira, whatever, to mi je tak. Za lase privlečeno, ampak gremo na 2, ampak 2 bi korumpirala, 3 pa je balance v redu. I get it. Tok znanosti za fantazijsko serijo. Čist dovolj. Ful je bilo ene metalurgije. In tudi iskreno, pač ta del, ki so naredili prstane, je bil lepo narejen, ne rečem, that's where the money went, a ne? Sem pač še vedno, pač kako pridemo do tega. Se sem rekla, tako res, sam toliko malo imajo material, katerim je bilo treba delati, a lahko se plis držimo v njih, ne vem, 3 ključnih stvari. Vse ostalo pa zaradi mene, ne vem, run wild. Mogoče ne toliko kot cowboys. Torej, za tebe je glavni greh pač res, da ni bilo prej narejenih 7+9 pred 3. Ja, mislim, ker tako celotna stvar, pač naslov je Rings of Power. Zakaj smo začeli pri 3? Pač zakaj nismo počasi prišli do tega? Se tudi v bistvu v resnici je bilo pač 9 in 7 namenjenih za velince. In v bistvu on je tisti, ki pride in jih nauči sploh te stvari delati in zaradi tega so tudi povezani z njim ti prstani. Pač tam je v bistvu cela mitologija je za tem, kako ti prstani nastanejo. In jaz sem praven, da če je naslov pač seriji Rings of Power, a lahko to pol prav naredimo. In vem, mogoče pa druga sezona gre še po času nazaj. Koliko je pa to šlo? Pa se še enkrat preobleče, veš, mislim, da mogoče res zdaj pa pride kot nek vilinc, Lordov. Ali pa ne vem, se dejansko obstaja neka teorija, da mogoče je že bil prej, ker je pač Celebrimbor tako zgledal malo senilno zmeden. Pač, če mogoče je že bil in so že neke pač druge stvari delali, sem zakaj potem smo potem imeli ta pogovor o okrogli stvari, ki mora biti manjša od krone, če že obstaja ostalih pač prstanov. Ne gre skozi, zato ker nima te pečija, narejene. Smo gledali, da se bo v ozadju počasi ne, pač zamenjali so. In to je tako mal not good, no. Ja, ne vem, kako bo to speljalo. Res me zanima. To me res zanima, ker tu je, moja teorija je, preobleko se bo prišel nazaj, pa to Celebrimborjevo, oziroma Celebrimbor, oni izrečejo. Pardon, hvala, da smo prvo. Da mu še toliko bolj pumpa to njegovo ambicijo, ne? Ker to smo videli zdaj, Celebrimbor je kar meni zastavljen, tak sem ga jaz v bistvu prebral, no. Mislim, meni je zastavljen v določeni meri pa tako, to je vnuk od Feanorja, a lahko imamo, ne vem, še malo več karizme. Jaz mi hotel, da ima malo več karizme. Še vedno se mi zdelo, da je bilo tako, oziroma tako bom rekla, mislim, da to je problem timinga. Tudi sicer v originalu Celebrimborja ne zmanipulira čist.
mu tudi ne zaupa in se tudi zaradi tega naredi te 3 prstane on skrivaja, ne. Ampak fora je v tem, da Celebrimbor, Pardon, ja, pač vseeno pač je tako mogoče malenkost bolj, ne vem, taka močna entiteta, tle pa tako mal, okej. Ja, čeprav meni je dosti ta noldorska fora, veš. Ne? Ja. Ja, malo tak hipijevski je. Ne v smislu hipijevski, ampak stremuški, da pač, ker tudi Galadriel mi pade v to, ona je noldor, ne, da pač tile kekci imajo probleme. Ne, da pač bolj kot pa teleri, pa sivi, pa kak naprej, vse koliko so nam dani v knjigah in v filmih, ne, imajo izzive v smislu svoje ambicije, pa svoje borbe proti zlu, pa zamere, pa maščevanje. Pa izvirni greh. Ja, to oni so naredili pokol, ko so šli v Beleriand na začetku in to je tista stvar, zakaj niso spuščeni nazaj v Valinor in se morajo redimati, nekako nekaj morajo narediti. In Galadrielina zgodba je, da rabila vse te stvari, ki tudi v Gospodarju prstanov vidimo, da se je odkupila in da je bila končno spuščena nazaj. Ne? Čeprav pri njej je bilo tako, ona ni bila v bistvu pri pokolu prisotna, zdraven, tako da ona vseeno bi se lahko že prej vrnila. Pač ona je, niso v bistvu potem, oni so šli dejansko čez sever, potem peš, ker so jim tudi potem, tako da ona ne, ampak Celebrimborjeva družina pa ne. Ja. Oni pa so, pač, ker on je pač Feanor je naredil izvirni greh. Meni ta serija, na nekaj, če si pozorna ali pa če veš čtivo, ki je v ozadju, onkraj tega, ki ima Amazon kupljeno, se mi zdi, da so dodali ene par zanimivih zadev noter, to je ta moj spravljiv moment, da pač vilinci so mi zanimivi, nadgrajuje jih na nek določen način, ne bom rekel, da vedno uspešno ali pa kvalitetno, ampak po večini v totalu se mi pa zdi, da je več plusov tlele kot minusov. Tudi Gil-galad v smislu, kako je predstavljen, pa ta njegova bojazen, zdaj ali je izmišljena, ali mu je to nekdo inštaliral, ne vem, ampak on vidi ono drevo, ki mu propada in on želi rešiti. Tudi ena velika tema je v Silmarilliju, pa tudi Lordu, da vilinci, kako bi se temu slovensko reklo, venejo. Ne, pač da počasi bledijo, kakorkoli. In v Silmarilliju tudi v bistvu imajo bojazen, podobno v istem času kot Numenorci, o minljivosti. In mi je zanimivo, da tega pisci te sezone serije, kakorkoli, niso pobrali. Ker to dobimo šele na koncu v zadnjem delu dobiš Al-Farazona, ki nekaj prebija okrog minljivosti, pa smrtnosti, pa vilinci bi lahko se prej lotili kao tega, da pač kao se, ne vem, da se da to temo noter, ker to, če bi cela sezona nekako imela to temo, strah pred minljivostjo, pred tem, da zblediš iz tega sveta in tako naprej, bi bila ta, ne vem, se mi zdi, da bi bilo malo bolj koherentno, no. Ja, navrženo je bilo, ne? V bistvu cel Numenor se ukvarja s tem, kako so ljudje in kako v bistvu cel Numenor je bil kot neko darilo in so se kljub temu, da so ga dobili od bogov, so potem na koncu rekli, lahko gremo nazaj v Valinor, to je tudi naše, ne? In je prišlo do nekega razkroja razmišljanja, ne? Znotraj tega. In pač tega tukaj so tako malo so omenili, ampak niso čisto vedeli, kaj bi naredili z vsem skupaj in je ostalo v bistvu pri tem. Ja. V bistvu Numenorja mi je najbolj škoda. Tako sem se veselil v bistvu to, kao rečemo Atlantido, Tolkienovega sveta videti. Pa imaš bolj ali manj folk, ki benti preko migrantov. Vilinci nam bodo vzeli službe, stari. To je bilo. To je cela sekcija. To je zelo sodobno. Ampak imajo pa v redu gostilne. Ne moreš reči, da je čisto v redu. Kantine imajo super. Čisto zraven gostilne je kovačija, ki Halbrand samo levo, desno skače. S pivom v roki kovačija. Čeprav pojejo pa ravno vsi v nekem istem trenutku. Najprej uni tam pojejo, na uni celini, pol uni pojejo, pol pa še uni pojejo, pa si tako lepo. Nov let ali kaj. Draž pa to sem hotel reči. Te neke pesmi, ko so noter, par čist cool, ok, v redu, si šel tja, the best. Ta zadnja v zadnjem delu je taka kopija Gollum Song od Emilijane Turini, da sem bila kar tako mal, aloh, prosim. A je ta zadnja v kremicih? Ta zadnja v tem, tok je podoben vibe, da sem nastan tako, aloh, res. Meni je bil kar kremš. Ja, zelo bad, no. Gollum je mogoče pa priredbo naredil. Čak, Gollum še pride, sem prepričana. Gollum remix, veš, kaj. Brez skrbi, da me tega sploh ni strah. Ja, ne. Ne, ampak tudi tako, pač zadnji del, to sem še hotela reči, tako celo sezono se malo vlečemo in imamo neke čudne te sekvence, pa ta zadnji del,
so sam tok enih stvari, sam na easy zmetalo nas. Ja. Tako, na ničemer v bistvu niso, ne vem, imeli tega pay-offa, niso gradili in imeli pay-offa, ampak je res sam, pa še to. In je tako, dude. Zato, če grem širše gledati, ni zgolj adaptacija, ampak serija kot serija, ki bi jo spremljal gledom. Na en način imam feeling, kot da je to ful premalo cajta bilo, pri določenih delih pa kao ful preveč cajta ste si vzeli za neke določene zadeve in je taka mišonga smešna. Omenil sem že, da mi gre na živce pač kao ta varianta, da se grejo dva revila na koncu, ki sta čist brezvezna, bolj ali manj. Skušam razumeti nekoga, ki ni bral. Veš, ampak ne morem tega, jaz ne morem svoje kože. Ne, pač, kaj bi to v bistvu ne bralcu, ne poznavalcu, kakorkoli pomenilo, da se on stranger obnaša toliko cajta, ker bolj ali manj ta špura z, kako si ti prevedel? Tele hobbit-like. Muštaco nokce. Ker se je začelo čist cool, za ta malo, ki je kao Hero's Journey. Yes, do it, baby. Ne? Kao pejt v svet, pejt v širni svet. Ja. Ampak pol pa se bolj ali manj vleče kot neki nomadi, ki nekam... Cela ta njihova kultura, mi skrbimo za vse svoje razen, če si 2 metra zadaj, pol pa je. Oni so poljedelci nomadi. Ja, ti poljedelci, ne, veš, kao, oni nimajo agrarne kulture, veš. Veš, kaj ono hitro zraste, Peter, kaj ti ne razumeš? To ni tako, kot pri nas, kar rabiš zalivati nekaj. Ja, ko imaš maline, pa veš točno, kje rastejo, je v bistvu to tvoj vrtiček. Veš, kje so gobe in si v bistvu malo si nomad, malo si poljedelc. Vse gre, si. Samo veš, nikoli ni tako, kako ne rečem, full plastično to narejeno, ne? Oni na koncu v zadnjem delu, kako pridejo, kaj pa reče, fuck, naš sadovnjak je šel kurat, skamo za, Ja, ne vem, 1 leto te ni bilo tam. Kaj misliš, kaj se je zgodilo? Polki so prišli, pa povedajo. Jaz moram priznati, da ta del zgodbe je šel meni rahlo na jetra. Jaz nisem fan teh nokcev. In pa mi je čisto simpatično, da imamo spet nekoga, s komer se lahko recimo tudi otroci malo poistovetijo in imajo to. Zdaj bom pa šla sem, potem, ko smo to gledali najprej Frodota, potem še Bilba, zdaj bomo pa še tretjič gledali, kako nekdo gre v svet. Isto, meni je to pa, malo bi se pa lahko spomnili kaj drugega. No. Malo bi lahko ta kultura pridobila to, da ljudje hodijo v svet. Glede na to, da je očitno na vsakih, ne vem, tok let nekdo nekam gre, bi si lahko vse zapomnili, koga, ne vem. Ok, jaz sem plus. Jaz sem tukaj plus. Meni je ful v redu, ker so te face, ki so kestali, ki pač niso to nujno neki lepotci in lepotke. Ne? Pač to so neki taki ljudje, ki imajo zanimive face in je bilo simpatično gledati te različne ljudi, ki so pač all over the place in so mi zaradi tega bili malo bolj tako taki realni. Ne? Če imaš skozi neke tam, ki se delajo, malo te umaže in kljub temu, da si model, si zdaj kao grši, pa ne predstavljaš neki. Ne, dobro je, da je malo bolj okrogla faca, da je malo tako drugače in to mi je bilo pri njih simpatično. Ni mi bilo pa pač praktično vse ostalo, da je plastično, vse čuden, nelogično. Ja, no, ti si sicer v scenariju napisal, tudi kmetje ti niso bili tako všeč. Ful te je motilo, da so premagali z lahkoto orke. Pa tudi povsod ne vem, kaj fora, da si predstavljaš, da če za nekoga ne vijaš, pač v filmu ali pa seriji, da ker bo pa zdaj on šel v akcijo, bo pa kar vse znesel. To več ni realno. Če si, recimo, če si v vojni in če vržeš kamen, in zaradi tega enega orka presenetiš in ga potem ta pravi vojak ubije, ajde. Ne pa, da boš polkrat ti vzel srp, pa boš kar nekaj začel pobijati neke vojake. Tako. In to je pač problem vseh teh serij pa filmov, da tako, ok, zdaj smo mi čist hudi, čist smo nahajpani, gremo in polkrat enkrat vse pocepa pred nami. To je meni najboljše v Game of Thrones, ki ima govor tale tip, kako bojo zdaj tukaj ven šli in napadli vse in potem ima govor do konca in ga njegovi možje po glavi udali. Predali se bomo. Čau. Hvala, Marko. Ja, no, gled, tukaj pa imam pač ta vilince res dober govor in jih vse tok nahajpa, da so tako polni adrenalina, da jim noben nič ne more. Ja, tudi kose in kladiva lahko. Ne, tako bom rekel, meni je zanimivo, da v bistvu kao ti kmetje so dosti sposobni glih zaradi tega govora, medtem ko oni, ki so pa presedlali tim Adara, veš kao, ne, ki jih on inkognito
spusti noter, oni so pa pustiče, veš, kljub temu, da so isto lopato, pa ne vem, kaj še kramp fural kot ostali. Zapustila te luč valarjev, ne, veš, tako da experience points minus 20 pade, ne. Jaz moram drugače reči, točk na IMDb-ju. Drugače moram reči, da recimo mene ta Sauron ni toliko zmotilo, da je človek, pa da je ta neka prevara. Notar sam bi pa bil previden, kako bo to šlo naprej. Mene zdaj na tej točki mogoče še niti ni. Se mi zdi, da je tako, pač Galadriel ima tako neko tako preteklost, ona ni vedela, malo je tle nategno, čeprav vsa ta ideja, da je on zdaj od zadaj vplivu na njo, da je vse to zrihtala, medtem ko je on sam tam neki koval, pa čepo neke ljudi v neki, tako, se mi ne zdi glih prepričljivo, ne? On pol na koncu, ne, ti si vse bila, ti si rekla ti si me silila, jaz nisem nič hotel. Čeprav je dobra fora, se mi zdi, da v zgodbi ni glih tako zgledal, no? Da je on zdaj nek blazen manipulator, ampak mi je pa všeč ta ideja. Zdaj pa jaz bojim tega, da bomo na koncu imeli moment Anakina, ki se zbudi kot Darth Vader in bo tudi neka podobna, ker vse pelje to je zame on Anakin. A veš, pač vidiš ga kot človeka in ti mal razbije to iluzijo in oni bi to mogli vedeti. Ne? Da ti, ko vidiš Saurona kot človeka, ti to nekaj da. In ti moraš to zelo previdno pelati, zelo dobro napisati, da bomo pol na koncu vsi rekli, fuck, to pa je lahko tip, ki pol v Lord of the Ringsu. Čeprav zdaj več nisem zihar, a to je pred zgodba filma Lord of the Rings ali ni, ne? Ker to je zdaj vse tako narejeno, čeprav estetika, vizualije so zelo pač špilajo na to noto. Zelo špilajo na to in v bistvu... Hkrati ne. Ja, pa hkrati ne, samo dejansko je ta DOP rekel, da je on rastel gor na Gospodarjih prstanov in pač se ful vid po moje ta nek vpliv oziroma navdih oziroma... Pač tudi tako nasplošno se mi zdi, da so res se sam... Ne vem, da so namesto, da bi se osredotočili na to, kaj je pomembno, recimo, kad tudi, ne vem, narediti Saurona v en lik, v redu, ne, ampak če gremo zdaj v smer, kjer bomo Saurona dali v nek glorification of evil, ker to je zdaj tako ful popularno, da se te neke slabe like v bistvu potem malo slavi, smo toliko zgrešili point Tolkiena, da to glava peče, pač prvič, ne, drugič pa dejstvo, da oni, mislim, da so namesto, da bi, mislim, v tem iskanju, kako bi se tega lotali, sem jaz dobila res feeling, da so vzeli filme in rekli, kaj so teme, Velinka pa človek, oziroma bomo to, flipali, v redu, ni panike, imamo, ne vem, govore, imamo tretjo. Govore, we got the lines. In jaz sem tako, zdaj bomo to skupaj sestavili in potem bomo čez to dali isti filter in go time. Pač, mislim, tako, ni to, no. Ja. Jaz pa dejansko mislim, da ni istega filtra, v smislu vizuali, čisto pure visuals. Imaš isti format slike, imaš široke pokrajine, ki, če si pozoren, so prisotni zgolj v prvih 2-3 delih. Potem pa zemljevid full dela the legwork tlele, v smislu pokrajine, kar se tiče teh aerial shots, pa ne vem, potovanju, pa tako. Medtem ko sama slika je pa full vedra, barvita, svetla, taka zelo Valinor prva scena, ne, zelo je ni omakasta, ne, če meni rečeš Lord of the Rings slika je zeleno-orjava. Ja, razen ko so v Rivendelu, pa še par takih točkah. Ja. In mi je malo mi je tukaj v razkoraku do teme, kakršnakoli pač ta je, ne, slika z temami, ki jih skuša. Če zdaj recimo to zgodba o tem, kako se zelo poraja, kako se zelo vrača, kako maščevanje v bistvu rodi napake in recimo nekaj tazga, ne. Se ta slika krega z konceptom, ki so v scenariju podloženi. No? Razen takrat, ko Orodruin se prevesi v Mount Doom, pol imaš neko oranžen piroklastičen oblak in je takrat nekako sovpada z črno-belo sliko tistega, kar Adar slavi, whatever. Mogoče zdaj od te točke to bo, domnevam. Ne? Če bi bilo to, bi si rekel genius. Ampak se bojim, da je to... neka konceptualna fora, da pač kao, lejte, folk, vi imate HDR, 4K televizije, mi vam bomo dali vse barve, ki so na voljo. Ne? In tukaj boste dobili kao nekaj, kar je konceptualno zgrešeno za našo zgodbo. Ker če rečeš Lordu, zelo površno kao,
zgodba med dobrim in zlu in potovanje, oziroma največja reklamacija na Kita ever, ne, je to slika v filmu, ne, čisto ok. Na mestu, tam je chiaroscuro na mestu, tam je vse ok. Nima nobenega, kam nas potike okrog tega. Tukaj pa imaš potem ene določene teme, tudi ko se Sauron mentalno bori, naprimer z Galadriel, ne, o tem, kako skuša manipulirati, da je ti bod z mano, kljub temu, da veš, da je to laž, kakorkoli, je to full vedra, lepa, soap opera, skoraj da slika. Tako boš ti nekoga prepričal, ne z nekimi omakami. Čeprav v tem momentu, na koncu tega momenta bom pa rekla, da sem naredil eno stvar, ki mi je bila tako cool, in to je, da se pač njegove oči spremenijo in je dejansko zenica. Ja, pa tudi njene oči se spremenijo. Takrat prvič vidiš ta neki, kar sem pogrešal, Light of the Valar, ki ga imajo Noldorji, oziroma ti, ki so videli ta prvi dve drevesi, ki jih spremljajo non-stop, takrat to vidiš. Ne? Lej, če dam to sliko te serije napram House of Dragon, kjer mi pa gre na živce slika, ne? Ker je vse tako netemno. To sploh ne vem, kaj se folk pizdi. To mi je kar neki, ne? Ker jaz vidim čisto vse. Ne vem, vse na mojem TV-u. No? Ja, ampak je pa omakasto, je pa brez barov, brez krvno. Tudi CGI je beden. Ne vem, zadnji del, ne vem, če ste ga, jaz sem ga včeraj pogledal, no, je tista The Sept of the Seven, ali kaj je že tale neka velika katedrala. Ja, je CGI tako, da bruhaš zraven, ne, in si misliš, to je šlo 20 milijonov. No, zmaj je cool, ampak vse ostalo. Ja, se to, ampak lep, enkrat bomo mogli imeti debato, ko folk reče, kao House of the Dragon Fantasy, zakaj? Ker so zmaji, no? Ker vse ostalo je srednji vek, britanski dvor. Samo pač plus zmaj and that's it. Medtem ko Lord ali pa Rings of Power, to pa je fantasy. Epic fantasy, mogoče ne moderni fantasy, ampak epic fantasy, klasičen fantasy, ki pa ima malo more nekih zanimivih elementov, ampak je pa tle vse v tej sezoni naslikan tak kičasto, barvito, vse je ljubek, vse je lušten, ampak nekako čutim nek razkorak z temami, ki jih želi povedati. Razno zadnja scena, ko Halbrand pride, čakaj, kako že reče Boromir, nobody walks into Mordor, razno Halbrand. To je zato, ker še ni vrat. Ja. To se bo zdaj zgledil. Sej, tale Wheel of Power je tudi imel zelo barvito sceno. Tam se mi zdi, da nekako kontrast je bil bolj našopan, barve so bile mestoma zelo primerne, nekako bolj sem ga kupil, veš kaj mislim. Tudi prevesilo se je iz prvih scen barvno, pa imaš te temne fight scene, ki so bolj bile Lord of the Rings ali pa House of Dragon varianta, bolj pa zopet nazaj. Tako da je njihov, ampak se mi je zdel, da je njihov primerno. No? Tukaj pa tako vse rumeno-modro, tako kot sem ta plakat naredil, razumeš, ali pa našo naslovko, vse je ta barva, no? To takšen feeling sem imel, da gledam to. Ne? In ta vizualni aspekt se mi je zdel malo zgrešen. Lep, ampak zgrešen. To je v prvem delu, ko se začnejo stopnjevati. Mislim, da je bil še prvi del, ki je Galadriel ki gre v kao Valinor. In ko se tako filtri začnejo samo dodajati. In ko so na tisti ladji tako, 68 filtrov, kako naredimo, da tukaj je pa čisto popolnoma noro in to bojo bogovi in ladja in razpaljotka totalna. Meni so že krvavele oči. Jaz prav, ko sem gledal, mi je bilo tisti, ki v Photoshopu poravljate, kao let's use them blend modes, baby. Kontrol je, to da sem dodatni filtri. Kratka, interne šale slikarjev, zdaj na tej točki. Jaz se skušam nekaj smejati, ker pač mi je smešno. Wrap it up. Ja. Pač barve, to sem tudi jaz opazil, da so bile barve, ampak kaj ne rečem. Mislim, a ne štekaš, sem vem, da štekaš, ker sem povedal zdaj, ampak niste imeli tega feelinga, vam je bilo okej? Ja, mislim, se kako pa češ prikazati nebesa in ne vem kaj. Mislim, meni tudi zdaj, a veš, mi stvar špila, ker pač ni še zla, a veš, meni pač tile, kaj smo že rekli, da so neki nokci, muštacev nokci, a veš, oni so neka taka idila, pač malo hodijo krog, malo papajo tisto, kar imajo za papati tam, malo kadijo, polžke, polže, ja. Mal tako in se mi je zdelo, da je neka taka idila, to je pač zdaj gledamo še pač nedolžen svet pred Mordorjem in tako naprej. In mi je, pričakujem pa, da se to seveda spremeni v nadaljevanju, ko bo pač vedno več zlag, zdaj bo, domnevam, da Sauron pač poklical vse te orke nazaj, da pridejo graditi te stvari,
upam, da jih ima več kot teh 26 tam še. Že vidim ta sauna tekst, hey, you up. Ja, skratka, da pride vse to zgraditi, kar on ima za zgraditi, pol pa malo bo šel še po svetu, Airbnb, pri Kerebimborju, pa tako, no, bomo še videli kaj. Tako da ja, mene zanima, no, kaj bo druga sezona, pa nisem totalno razočaran nad prvo. Ja, upam pa, vseeno pa upam, da razumejo ustvarjalci, da ok, pustimo, da zdaj ta hejt, ki ga danes nismo dosto menjali, razen na začetku pač o tej barvitosti igralske zasedbe. Mene to ni zmotilo na nobeni točki whatsoever, ampak upam, da bojo vzeli kakšne druge kritike, no, v upoštev. Predvsem sem pač še vedno, še posebej zdaj, ker smo delali tole Nucnik, sem presenečen, da ti daš neko tako stvar, stok keša, 2 pol amaterjama, no? Ja. Nekomu, ki je do zdaj neki bil zraven pri nekem filmu. Mislim, mogoče ste imeli res dober koncept, ki ste ga pičnila, ampak čist normalno bi bilo, da ima daš zraven še tretjega človeka, ki ima pa pod prste gledal. Ja. No, si so dali. Tretji prsten, ne? Ja. 2 je korupcija, ta tretji bi pa bil the balance. Ne? Tako, a veš, to se mi ima, mislim, a veš? Ne, si cool, si pač tretji scenarist, sem pač iz Breaking it Bad, ali kako. Okay. Scenaristov je potem pač še celih 10 zraven, ali pa kolikorkoli treba, ne? Ampak showrunner sta pa samo ona dva. Ja. Tako da ja, to me malo preseneti. Se pa lahko veselimo, ker seveda to pomeni, da nekdo, ki bo dobil pravice za Silmariona, bo pa naredil svojo stvar, a ni to obetavno. Zdaj gledam te face, pa vidim, da je moj entuzijazem čisto tako izven tega prostora. Jaz pa delim tvoj entuzijazem, ker v bistvu jaz se pa ful veselim še več tega. Mislim, 20 let je bilo meni grozno dolga doba. Ne, pa tudi Hobita sploh ne štejem v to, pač Hobbit je bil meni fail, vse je lušen za pogled. Pa je prvi si, ki sem ga spoznala, ki si rekel, da je pri Hobbitih ratalo boljš. Ja. To je tudi mene presenetilo, ampak še ne gremo tja. Ne, mislim, meni se zdi, da kdorkoli bi tu dalje delal, da musical, ne? To še eno vprašanje, kako se vam je zdela glasba? To pa moram jaz reči, da se je v bistvu Šore neki zdraven, pa glavno temu napisal pa to. Ampak meni osebno pač je glasba cool. Cool? Ja. Men pa ne. Res. Je Šoroviš, ampak a mi znaš zamrmrati ali pa zažvižgati eno temo iz te serije? Dober point. Zato, ker jaz ti lahko izvolim, pa ni zato, ker sem toliko krat gledal, ampak zato, ker so tako hude teme v Lordu. Lahko je na 4-5 izved, tako in z vrha glave, samo par tonov. Kaj pa iz drugih TV serij, razen Game of Thrones? Ja, to je en drug koncept, pa tema, kjer se sodobna, kako ne rečem, glasba ali pa filmska glasba omika teksturam pa zvokom in tako naprej, ampak mi se pogovarjamo tu, ker se spogledujejo že z vizualnimi variantami, pa s filmom, pa levo desno, kje si tle zatajil, ker je, toliko je niš. Dejansko mislim, da glih v tem so zatajili pač z tega vidika, da ni izvorno, pač vse so pokopirali. Tako da v resnici, ko poslušaš in gledaš, ti je full sound familiar in cool in ta prav vibe daje, ni pa originalno dovolj, da bi si zapomnil. Dejansko edina serija, ki nekaj naredi z glasbo, je Westworld, ki imajo ti priredbe pop pesmi, ki jih zelo v redu vključi in so dejansko memorable. Se ne moram več redom to rekla, ampak Gli. Gli. Ja, veš kaj, vseeno, zdaj malo smo že v letih nekateri, ampak sodobno pa Gli ni. No, čeprav jaz bom ti tu dal kontra, kao jaz nisem tle ciljal glih na... Da si karkoli zapomniš, sploh. In to je to. V redu zapomniš, ampak jaz govorimo o original. O filmski glasbi v originalnem skoru, ne v priredbah. Ne, pač jaz mislim, da res je samo to, da je bilo vse narejeno tako, da je familiar sounding, ni pa originalno. Mene tudi to pač moti, predvsem, ker je pač ta muzika zelo podložena tem nekim sentimentalnim scenam, ki mene v srčju motijo in pol težko zdaj še muziko, kvečemo še bolj živcira zraven, no? Ker se mi zdi tisto, bitka je bila, zdaj se bova pa midva usedla in se pogovorila o tem, kaj ti čutiš ob tem, da pač in kako je to povezano s tvojo temno preteklosti, o kateri bomo samo namignili, zato ker sem jaz Sauron, pa pač ne smemo preveč povedati. In 3-krat je to se zgodi, da ona vas z Galadriel kar nekje sedita, pa imata te neke scene, zdaj bomo pa
pa imela te neke splošno moralne neke ideje o svetu. One on one with the baddie. Ja, veš, tako, daj mi mir, no, a lahko ne. S tem, no, a veš. Pa seveda pa Una, ki se spet poslavlja od vseh, pa se Una njena najboljša prijateljica ne pride posloviti od nje, pa ona že misli, joj, zdaj pa mi bo hudo, pa ona se pride posloviti od nje, pa je neka muska zadaj, pa pol gre k njemu, pa že reče, joj, zdaj pa ne bi šla, daj pej že, ali pa ne, sam ne imino. V bistvu prišli smo do tega, da je tudi Aljoša čisto zafrustriran s to serijo. Ne, to je zvok sprave. Mi je pa všeč, da je Balrog bil noter, ker mi priznam, da sem ga pričakoval že dolgo in potem. Mogoče preden še gremo na, ne vem, whatever, kam že gremo. Me to zanima, ker vem, mogoče nista vidva kao haklih na to, vem, da Peter ni, ne, ta izročilo Mithrila, ne, pa Balrog, ki je povezan seveda s tem, kao odspod, mene to ne moti, meni je to the best. Okay, Sanja zdaj zajela s to sapo. Kva te moti? Ne, si kul. Sem tako, ful sem imela, ful tako hilarijo, ampak ful sem imela en tak moment, ki je bilo tako mal, ker ste šli mal v, ne vem, pač Tales of Beedle the Bard in v Harry Potterja, ali kaj, pač s to njegovo risanko in pač tem nekim momentom. Ne, si kul je, razumem, da gremo v to neko stvar. Bom pa rekla, da absolutno mislim, da je Balrog tako 3000 let prezgodan. Tako da, aloh ne. Mislim tudi, tako, pač čisto iskreno, če mi rečemo vilincem ne, a ne, in pač ne dobijo Mithrila in dobijo sam ta mali košček, kako da fakt ima potem Frodo srajco? Jaz ga kasneje najbrž dobil. Veš, jaz teoretiziram takole. Mi smo zgolj rajcer dobili Balroga. Kao, lejte, a se spomnite tega tipa? Kao, on je kula, veš. Zgolj to. Pa ta Mithril, vse te žile, ki laufajo dol, kao, oni še bojo tle kopali, kao, ne, se Gandalf reče, kao, da je dug tudi, bla, bla, in so ga zbudili, bla, bla. Tako da predvidevam, da duri 5., 6., 18., kakorkoli bo to preveč skopal, no, 18. je res preveč. Da bojo to takrat v bistvu preveč butnili in boš dobil potem morjo, ne? Ker Kaza Dum je morja, ne? Da to Mithril je samo tam, ni ga nikjer drugje. Tako da, ne, meni videl sem komentarje o tem, kak jim gre na kurac origin story za to apokrifo, ne? Ki ga Gil-galad da, neka o origin story Mithrila nasploh, da to nek presek simulira, ki potem piče v žilo gore in bla, bla. Mene to ne moti, meni se je zdelo to čisto okej. Meni je bilo to čisto okej, pa tudi tako, no, in ta cela ideja škratov, ki pojejo gori, mi je bilo tako kar ful všeč. To je bilo cool, ja. Meni je to všeč. Tudi, če zdaj omenim ta uvodna špica, pa ta škratovsko petje, pa dobro, par teh songov, ki so bili noter, eni boljši, drugi slabši, mi je bilo tako, to pa je tolki, naskoči sta. Uvodna špica? Uvodna špica je bila meni super. Jaz sem jo enkrat pogledal tako, okej. Ja, ne, sam ta vizualna fora, razumeš, to zrno, ki v bistvu vibrira na zvoku, da v bistvu se kreirajo različni vzorci, to me je tako zelo Ainur. Ampak uvodna špica je vse nekaj, kar te vsakič znova lahko povab noter in lahko si ogledaš in nekaj, ker sem jaz enkrat videl, bilo tako, okej, to je pa spet eno od teh YouTube videov, ne rabim kol več videti, nič mi je na ponud. Sem zanimivo, jaz sem pa dejansko gledala čisto vsakič. Jaz tudi. Pač tudi neki mi je ful pomirjujoče. Jaz sem ko edino Gil-galadu tukaj. Ne, za meni pa prav pomirjujoče mi je. In tudi v resnici, pač se je tako, pač glasba. Pomirjujoče, to si verjetno rabila, ne? Pomirjujoče sem rabila. Pomirjujoče sem rabila. Ampak tako, pač mislim, da je dejansko malo tako stvarjenje sveta in glasba. Ja, jaz sem tako vzel, da pač kao, to je pač ta prapočelo vsega tega sveta in v bistvu prapočelo te serije, ali whatever. In by the way, to je tudi edina tema, ki si jo lahko zamrmram. To. Okay, ne morem to. Je pa res, da sem včeraj res preskakoval, ker sem, kot rekel, že 4 pogledov. Modi se za ta jajca, skip. 5 ur, tako da sem kar skipal in recap, ker sem bil tako, ne, to sem te gledal. Pa te, recap ponovadi jaz vedno gledam musko, ker mi je to pomemben del serije in tudi pol hočem, da me to, da kaj slišim, da takoj vem, pa da se tudi počas pripraviš noter, ne pa sem priznam, da jaz tudi mal skakal, ampak meni je tudi kar všeč. No. Bi pa rekel, da bi bilo fajn, če bi ustvarjalci tudi šli se pozanimati malo v Trbovle ali pa kakšnim knapom, kako se pač skratka, kaj se počne v rudnikih in da
pač en škrat, ki nekaj potovče parkrat po kamnu in da pol že kar odkrije celo žilo. Samo to so škrati, ne neki knapi. Come on. To so ob njegovi negovani bradi, jaz tudi ne verjamem, da je on kdaj rudnik od znotraj videl. On si ene dvakrat je pa ja bila prašna. Jaz sem pričakoval kakšne naprave, tako, da bi imeli kakšen tak napol stroj, s katerim bojo, ne pa da ima pač en ogromen kramp čudne oblike. To pač ni dost dober. Samo meni bi to šlo full kontra Tolkienu. Tolkien je bil kontra industrializaciji. Kontra Tolkienu gre cela serija, mi to. Če imaš ti že vse te stvari noter, je logično, da imaš pol še mega kramp, ki je malo nekih vitlih pa neki drugi. Ne, to, jaz smo pa feeling, da škrat, kakorkoli si ga v Tolkienu v svetu predstavljam, je on brez industrije, da je v bistvu res ta roka pa kramp. Pa če imajo same naprave, se imajo že te lifte, pa vse imajo že lift. Če že imaš vse to, to so neke gujsike, razumeš, ki visijo dol, upzajlajo se pizda. No, ampak to morajo imeti, oni so taki delavski. Jaz pa tudi pričakujem, da imajo vse te, ker so geniji inženirstva. Škratki in v resnici, kar me najbolj, če smo že gremo nazaj k Elrondu in temu odnosu z Durinom, kar me pa res razočaral, spet razpizdlo, je pa pač ta fora, da pač ti vilinci pa njihova pokroviteljskost, pa on tako, jaz sem se mal upehal tam, ko sva tolkla v ne. Ne, on se pusto. Ja, pusto se je, pa daj, škrato se boš ti pusto. Škrate povozi, če ga je nuco, samo je povedal dvakrat. Vilinc, mislim, da je božuj. Kaj ta tu za zmena, stari? On se ga pusto, kaj ga je nuco. Sorry, ampak tim sprava je pušno. Ne, sorry. To neko vilinsko pretvarjanje, škrat ga je povozil. V Gospodarju prstanov, ko imajo drinking contest, ko pač Legolas pije tako ful več, kot Gimli. What? No, pač škrat bo spil 400 pirov in bo še zmeri ok. Tako, pa še Legolas več Game Over. Je čutil, a res? V Hobbitu so se ga nažgali z unim vinom in so bili vsi nabasani in so zato pobegnali. Kar nekaj. To je res. Tako da jaz sem tle zmeri tim škrati, no. Jaz tudi. Samo da original škrat. OG škrat. Drugač pa jaz nisem mobil Galadu zato, ker sem šla pred 15 leti na sestanek in sem mu vprašal, kateri kostum bi rada imela. In so bili samo orki na voljo. In pa nisem šla nikoli več nazaj. Očitno je slovensko društvo kao ork-centric. Tako da 15 let nazaj, zdaj imamo že ful boljše orkovske kostume. Ok, se pravi, dobi se, če prijem nazaj, so še vedno samo orkovski kostumi na voljo. Ampak so res hudi. Ne, zdaj je že vse živo. Pa vsi kostumi so za 1,20 m narejeni. Mislim, ali si ali nisi. Na kolena, pa v vlečce. Mimogrede, Peter, kje pa vas je mogoče kaj videti? Imate kaj tako da je za splošno javnost, to, da se vi dobivate in skušate škrate premagati v pitju in lomljenju. Na meji nevidnega je recimo en tak dogodek. Letos smo imeli tudi veliko letno srečanje dejansko javno, da je lahko pač kdorkoli prišel. Sicer imamo pa popolnoma novo spletno stran. Super. V neki, ne točen. Gilgalad, I guess. Neverjetno neki Gilgalad, In, by the way, Gilgalad, tudi vas spominja na Billa Murraya, tako, igralec. Jaz sem se skozi predstavljal njega. Now that you mention it, malo je. Tak mlad Bill Murray. Ja, pač te usta pa neki tako, no. Anyway. Bom še enkrat pogledal. I see it. Kdor išče, nas najde, no. Okay. Tako, ni težava pa tako. It's a quest. Facebook. Oziroma tako bom rekel, če ne veš kam, follow your nose. To tudi internet. Skratka, vabljeni verjetno tudi tisti, ki ste fani, pa bi mogoče kaj bolj poglobljenega še delali z Tolkienom. Ja, čeprav tukaj bi dodal, da noter 3/4 je v bistvu imam čutek, da so včasih bolj Harry Potter fani, drugi fani. Tolkien je tako neka tista točka, ki smo brali smo, pa nam je v redu. Pa počnemo vse živo, pač igre igramo, frisbee mečemo, malo smo tako športni, malo so pohodi, vse živo je, no. Tako da Tolkien, cool, ampak pa je še ful ostalo. No, dobro, dokler ne igrate Pokemonov, je vse v redu. Nekateri... Ne. Zdaj pa te bom kar pakinil. Skratka, jaz mislim, da smo nekako spurali skoraj do konca. Peter, ti si še hotel nekaj vprašati? Ja, mene zanima, kaj bi vas vlekel k ponovničnemu ogledu. Se pravi prve sezone še Prve sezone. Kaj je tisto, kar bi rekel, tu bi pa še enkrat podoživel? Mene bi, da bi štel reprezentacijo drugih ras. Sem tako, ko je Tolkien naredil tako, da je vilinc, vilinka in človek, da sta imela neki, je bilo to
ful nekaj posebenega. Zaradi tega, ker je pač vilinci so bili zelo tako nekaj posebenega in so se držali, zdaj so bili ful naduti pa vse to. In ljudje so imeli pač svoje zadeve. In ko je prišlo do te združitve, je bilo tako nekaj neverjetnega. Tukaj pa moramo reči, da imamo povsod vse zelo pisano in ko so ženske tako močne, v bistvu te združiti zaradi tega nisem mogel kaj teže narediti, ker ni bilo nič posebenega. Videla sta samo dva tukaj, ki imata neko kao romanco in tako meh. Ja, pa še to je, ta romanca je bolj tako. Ja, Pač romanca je totalno mlačna voda. Ja. Pač nimata ful neke kemije pač med sabo, to je pač velik problem. Sem tudi ni fora v tem, da to je bilo čist out of place. Pač ta romanca ni imela kaj tla iskati, že kakšnakoli romanca v tej sezoni ne bi imela kaj preveč iskati. Ja, tudi vprašanje, bomo te like mi še gledali. Mislim, meni se zdi, da... Ja, mislim, da ja, ko so šli Minas ustanoviti. Ne, Minas Tirith, oni so šli v Beleriand. Paladar. Pelergir. Pelergir, ja, hvala. Pelergir. Ja. Ne, jaz mislim, da te like ne vidimo več, pa mi je čisto kaj. Ja. Ker res ta romanca meni ni, bila je preslabo zasnovana, pa v 3 prizorih si prišel iz bežnih pogledov do v 3. prizoru, kao jaz sem tvoj fotor, stari. To je zelo pospešeno. No? Meni se zdi, da kar se romance v tej sezoni tiče, da so se resno nazaj držali, ker niso imeli Galadriel in kakorkoli Sauron romance, ker je, lahko bi. Lahko bi šli v to. Da bi se zalizala enkrat. Ja. Da vidimo še to Galadrielino stran, pa ko gledaš Kate Blanchett, Lord of the Rings, bi vedno biti tako, fuj. I'm just severely disturbed now, thank you. Okay. Skratka, bomo še to gledali? Boš še gledal enkrat? Jaz bom, ko sneti je v knjiga, pride ven, jo bom prebral in potem bom pogledal, da vidim, koliko je inaccurate. Pa ne, kar se rasne reprezentacije tiče. Jaz niti Lord of the Rings nisem prebral. In na tej točki gremo. A si mogel, Igor, to povedati? Ja, kam čakal, da ne bo tega zdržala. Mito se je danes odpovedal Star Trek kotičku, rekel je, da tam se preveč poljubljajo v rase med sabo, da to mogoče ne gre najbolj skupaj. In gremo v kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. Sanja, ti si prva. Ful sem zdaj, tudi zaradi tega drugega podcasta, oziroma stvari, ki jo bomo delali, sem ful zapadla nazaj v Stephena Kinga. Okay. Drugač pa trenutno svet ful razpada in apokalipsa se nam bliža in jaz pač to ful kompenziram s tem, da v Simsih gradim bunkerje za zombi apokalipsa. Okay. Very specific, Very but specific, it helps. It helps. Ja, in gled, Sanja, vsak ima svoje veselje, kaj ne ti rečem. Tako. Pa korejske zadeve imaš napisane. Ja, seveda pa korejske zadeve. Da izpostaviti kaj novega iz polotoka. V bistvu na tej točki prihajajo še stvari. Je kak dober thriller ali pa mislim, zdaj zombi počas zadeva bo v na zadnjem volju, času? ne, zombi. Kingdom bo moj bo prišel malo ven spet. Drugač pa zdaj bo počas Decision to Live po moje, ki je za pogledat in to je za pogledat. Ja, Si na Lifu, po mojem. Ja, tale teden je Lif, čez 2 dni, da mi to snemamo v torek, je tiskovka, tako da upajmo, da bo to tam. Upajmo, da bo tam mogoče. Ker jaz sem ga ful probala dobiti za teden korejskega filma, pa mi ni uspelo, zato ker bi drugač prehitel londonsko premiero. Ja. Moram ti, apropo korejske zadeve, naletel sem na Spotifyju preko enega avtorja, korejski psihadeličen rock iz leta 68, kompilacija in it's fucking amazing. Nimam pojma, kaj pojma. Korejska muska. Hudo. Je tok nora, mim K-popa. Tako, pač tudi indie rock moj je ful dober, pač R&B moj je ful dober, pač vsega boga se da najti. Če pač ne vem, hočeš poslušati nekaj mal Pink TV, but Korean style, imaš trot. Trot, dejansko sem reče trot, it's lovely. Bom dal zapiske od eno Spotify playlisto, kar hudo. Ja, the best. Super, hvala Sanja. Peter, kako si ti za vsem, kaj gledaš, bereš, poslušaš? Gledam za nazaj Vikinge, pa DS9. Yes, my dolgovi. Kar hudo. V bistvu zanimivo, da tukaj, ko sem pogledal ta prvi del Rings of Power, sem potem doma pogledal nek random del Vikingov in bilo tako,
to je tako boljš. Kljub temu, da mi ni bilo tako, ker pač vse nekaj tudi umeten, pa čuden, pa neke odločitve, ampak je bilo tako šitno, zakaj mora. Ok. DS9, druga sezona, prva mi je bila tako, ok, a bojo kadarkoli začeli kaj relevantnega početi, bojo imeli tako in potem se je zdaj začel in je že fino, ne? Super. Ljubljeno, ker drugače, če ne bi bilo mito, bi se tepla. Drugače prebral sem od Hararija Sapiens, taka cool knjiga, priporočam, ker je o vsem človeškem nekako. Trenutno pa berem Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century, ki je v bistvu zanimivo o tem, kako smo se ljudje malo prehitro soočali z določenimi težavami današnjega časa. In je tako pač znanstveno, bral sem tudi ene kritike, da ni tako nujno, ampak meni je tako zabavno, zaradi tega, ker nič ne vem, kaj dosti v biologiji pa teh zadevah, tako da mi je vse dejstvo, kako obstaja. Okay. Drugače pa igram eno obskurno igro s kartami Magic the Gathering, če ste kdaj slišali. Res obskurno. Jaz imam še eno bolj obskurno, Remi. Huda, moram se malo pogovoriti zdaj. Tako, no, drugače pa, računalniških iger ne igram, nekaj sem igral Diablo 2 tega novega, pa sem pol nehal zaradi tega, ker je slab za čas, za psiho. Priporočam pa namizno igro Railroad Inc. Taka, fun, hitra, zabavna. Super. Tako da, hvala, Peter. Igor, ti si na vrsti, da poveš, kaj si pogledal lepega. Gledal sem film Rosalind, na Disney Plus ga najdete. Jaz imam eno tako šekspirijansko leto, ki je bil na začetku tisti Macbeth, pa še en kup nekih knjig sem bral, tako da to mi je ful lepo se vklopilo noter, gre pa za Romeo in Julijo, ampak iz perspektive Rosalind, kar je Romeova bivša, ker v bistvu, če se spomnite zgodbe Romeo in Julijo, on gre na ples k Capuletovim, ker išče Rosalind, ki mu ne posveča dovolj pozornosti in tam spozna Julijo. No, tukaj je zgodba te Rosalind. Narejeno je vse skupaj kot rom-com, toliko anahronizmov noter, da glava peče, ful je zabavno, smešno. Okay. Če imaš rad Shakespearea in rom-kome, dost cheesy na trenutke. In kar moram reči, čistene osebne stvari, Romeo, ki je tak malo hecen notno, rečemo, ni najbolj brihten, reče Juliji eno stvar, ki sem jo jaz rekel svoji ženi, ko so se prvič spoznala in mi je bilo tak čist tako da zaradi tega mi je ta film še enih 100-krat boljši. Dobesedno bomo zdaj šli vsi to gledati. Ja. Noben ne bo ugotovil, kaj, ampak ja. Okay. Pa ne, nisem citiral svoji ženi Shakespearea. Tako da ja, pogledal sem Halloween Ends, vidim, da je MMC ravno kar objavil to, tako da to lahko tam preberete, pa ja, Ends je tak ful dober del tega. Gledal sem enega najboljših Marvelovih filmov, Werewolf by Night. Dober. Meni je bilo super. Tako da, mislim, toliko vredom je bil, da ga bom zagotovo še enkrat pogledal. Ful je lušno narejen, ful mi je všeč ideja, da film lahko traja uro pa nekaj, da ne rabi biti 3 ure, Wakanda forever. In se mi zelo se mi je dopadlo. No? Pa Gael Garcia Bernal je super. The best. In pač, ker imam otroka, ki gleda TV in je to zelo glasno, tudi jaz zraven gledam animirano serijo Unikitty oziroma Rogomucka. In to je tako, če ste dali kdaj otrokom preveč ali pa bili v bližini otrok, ki imajo preveč cukra za pojest, ta risanka je esenca otrok, ki so pojedli preveč cukra. In je spin-off iz Lego filma, to je to je Rogomucka, oziroma mislim, da je v prvem prevodu bila Mucika samorogica. Pač iz Lego kock sestavljena kombinacija mačke in samoroga. In je insane. In Miller in Lord sta soustvarjalca in je pač zelo v njunem duhu in zelo naspidirano in vedno te preseneti, kaj bo zdaj, ker je vedno bolj insane. In priporočam. Ja. In ja, podobno kot Sanja, Stephen King 11.22.63 sem prebral, v redu je, no. Moram reči, da mene dejansko med boljšimi Kingi. Ja, lahko bi bilo krajše. To se postrinjam. Ja.
Skratka, to je išlo pri Beletrini in bo tudi bo išlo. No. Ja. In mi dva bova sodelovala v pogovoru za Beletrino. Ga bomo takrat skupaj z Damjanom Zorcem. Ja. Okay. Hvala, Igor. Mito? Jaz pa trenutno še vedno berem Drakulu od Bram Stokerja za Wink Wink naš mesec. Saka. Pogledal pa sem Station 11 na HBO Maxu, to je 10 delov, če se ne motim, in je the best. To je nekaj najboljšega ever. Delali bomo epizodo, tako da bodite pripravljeni. Ja, se že veselim knjige, ki prizide, ki jo je prevedel naš vrli kolega Harp. Torej izide pa pri Sanjah. Bomo več povedali takrat. Lahko pa zdaj že povem, da prosim pogledajte to, res je super na večjih nivojih, tudi meni ljubem vizualnem. Ja. Tudi jaz moram reči, če sem neki 4. ali 5. epizoda, nisem še vsega pogledal, ampak mi je zaenkrat ima z Werewolf by Night veliko skupnega. Ker je Gael Garcia Bernal. To je to. To je vse. Če grem jaz na hiter čez, jaz sem pogledal, tisti, ki me spremljate na omrežjih, veste, Noč čarovnic še od 6 do 12, 13, pa potem nisem šel še gledati, ampak bom šel počas, zdaj imam ful nekega dela, pa nisem. Lahko samo rečem, da od 6 do 12 zadnja 2 dela sta še, od Roba zombija sta mi bila še kar ok, ampak v resnici sem kar trpel zraven pri vsem skupaj, moram priznati, da mi je bilo kar mučno malo gledati. Tisti, kar sledite na Letterboxdu, si lahko tam preberete vse. Pogledal sem The Guilty, nekaj stvari za nazaj, z 2021. Slišim, da je seveda izvirnik boljši, kar sploh nisem dvomil. Ta se mi ni posebej dopadal. Vidim, da tiste razlike, ki sem šel pol brati v primerjavi z izvirnikom, so seveda pokvarili vse skupaj. In pogledal sem Persuasion, kjer ne glede na to, da mi je Dakota zelo všeč kot igralka in da tudi tukaj jaz mislim, da super odigra, je pa teh namigov skozi 4. steno toliko preveč, da na neki točki te že prav nadleguje. No? Jaz sem imel prav tako občutek, da mi nekdo sedi zraven mene v baru, pa mi skozi neki me ruka, pa mi skozi neki, ni to smešno. A si videl, kaj je rekel? Si tako, a lahko nehaš komentirati stvari? Skoraj da isto kot Folketen na WC-jih govarja, a nisi ti iz oboda? Ja, mogoče tako. Skratka, pogledajte si, oba zadnja sta pa na Netflixu. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 133. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Sanja, to ni moja Galadriel Struna, Peter Žolč za Žolčem Gaber, Igor Človekinja Harp, kaj pa imam primititi? Mito, oni spoštujejo Bršljan Gegič in Aljoša, knjige, hrlamo. Tole epizodo smo znova posneli v našem stalnem štabu v kinogledališču Bežigrad, ki se mu seveda zahvaljujemo za izkazano gostoljubje in podporo. Kino Bežigrad je kino za filmske sladokusce. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljate platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh pogledali kakšno reč, ki vas bo izjemno razburila, da boste dobili neznosno potrebo potem, da svoj gnev priobčite v neskončnih objavah na internetu, da ste slabo oceno na kakšnem portalu ali 3, zmerjate vse ljudi, ki v filmu, seriji ali knjigi uživajo, za primitivne bedake in sosedom izklopite elektriko, da filma, serije ali knjige ne bi mogli pogledati ali prebrati. Raje najprej 3krat vdihnite in ko se boste nehali tresti, pomislite na to, da tuj užitek ničesar ne jemlje vašemu sovraštvu in da morda tudi vaše sovraštvo ne rabi ničesar jemati tujemu užitku. Kumbaya, podcast Obod, Kumbaya. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obod, na Facebooku in Instagramu smo podcast Skajemo Obod brez pikic, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave, kjer najdete tudi naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem mogočem, tekočih epizodah, kaj žanrskega konsumiramo in tako dalje. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajce, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, popravke Tolkienove mitologije, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 133. epizoda. Dragi obodževalci in obodževalke, imejte svoje ušesa v pozoru tudi naslednji teden, saj se oglasimo še z epizodo o čem drugem Hiši Zmaja.
Že naprej pa vabljeni tudi v Vodnikovo domačijo, kjer bomo v sredo 26. oktobra ob 8. z gostom Mirtom Komelom odprli letošnji mesec krvosesov z vampirskimi knjigami, serijami in filmi. Prva epizoda, 6. special za Noč čarovnic bo, kot se spodobi, posvečena grofu Drakuli. Ne vem, zakaj to dela.